Kdaj se vstajaš, mi povej? Ob 5. In pol plavaš 2 ure. Koliko kilometrov narediš zjutraj že? Ja, tako 6, okoli 6, vse odvisno od tega, kateri del sezone je, ampak ponavadi je tako 6 km. Ja, drugače gre pa tudi do 10 smo že plavali. Ja, malo moraš biti nenormalen, da se tako zbujaš pa toliko treniraš, ne. Tudi s tem smo imeli težave, lahko rečem, zato ker je bilo vedno manj sta dobila pozornosti, bolj sem bila stroga, pa kljub temu je bilo več daš svojim hčeram. Seveda, nekdo bo rekel to. Neki oče enkrat mi je rekel, na sestanku ena mi je rekel, ja, samo oni dve pa gresta s tabo potem domov, vi se lahko to pogovarjate. Sem rekla, ja, meni je zelo žal, vse pa res jih ne moram vzeti domov. Ja, mislim, definitivno je zahtevala od naju, da smo najboljša verzija sebe, kot smo lahko, da dosežemo nek svoj potencial, da vedno je tudi bilo, da bi presegle tudi njene rezultate. Zapomnite si, kako smo živeli, kaj imate v sebi, verjamite v sebe, ker tega noben ne more vzeti. Če verjameš v sebe, lahko imaš vse. In tudi za vse ostale to velja, zato ker jaz resnično verjamem, da so naši možgani res tisti eni in edini, ki lahko naredijo čuda. Evo, lep pozdrav v današnji epizodi Smart Talksa. Sam sem, žena je nekje na poti. Imam redko priložnost v studiju, imam dve punce, mamo in hčerko, ki sta skupaj bili na 3 olimpijskih igrah kot tekmovalki. Če pa še upoštevamo, da je bila mama z hčerko na olimpijskih igrah kot trenerka in kot mama, oziroma mogoče samo trenerka, ampak kot mama v vsakem primeru. Potem sta bili 4-krat na olimpijskih igrah, vsaka ima po eno medaljo na evropskem prvenstvu. Danes sta z mano mama Metka Sparavec, mama, trenerka, plavalka, olimpijska tekmovalka, medalje z evropskega prvenstva in pa hčerka Katja Fajn, ki pa tudi je že nastopala na 2 olimpijskih igrah in pa osvojila eno evropsko medaljo. Zdravo, punce. Zdravo. Lepo zdrav. Videvamo se na fitnessu, pa tu pa tam se malo pogovarjamo, zdaj smo pa lahko malo več. Ja, res je. Ja, ponavadi, ko jaz sem na fitnessu, pridete gor in verjetno iz bazena, pol pa še fizično delata vaje. Ja. In to še po kolikih urah plavanja, Katja? Ja, prvo je 2 uri plavanja, potem pa še fitness. 2 ure plavaš, Ja. 2 ure plavaš in potem greš še na fitness. Koliko tam sta, kakšne pol ure pa sta tam, Še Ja, več? Tako do 1 ure. Ja. Še 1 ure. Pol še popoldne. Pa še popoldne 2 uri plavanja. še 2 uri plavanja. Se pravi, Katja, ti greš zjutraj v bazen, Ja, potem plavaš 2 ure. Kdaj se vstajaš, mi povej? ob 5. Ob 5 zjutraj se vstajaš in potem greš, kako izgleda tvoje jutro, da vidim? Ja, jaz se zbudim, pač seveda zobe umijem pa vse. Pol kar zajtrk pojem, zato da imam neko energijo za trening. Pol pa nič, pripravim si napitek, stvari za trening, pa gremo doma. In že v bazenu si kdaj? Na bazenu sem tako 5:50, pol pa proge pripravljamo, pa segrevanje na suhem najprej, pol pa 6:15 skačemo v vodo. In pol plavaš 2 ure. Koliko kilometrov narediš zjutraj že? Ja, tako 6, okoli 6, vse odvisno od tega, kateri del sezone je, ampak ponavadi je tako 6 km. Ja, drugače gre pa tudi do 10 smo že plavali. Ti narediš do 8 ure 6 km, ko se večina tvojih letnikov še zbudi komaj. Ja. Preden gremo naprej, majhna prošnja. Ocenite podcast, lajkajte in se naročite na Smart Talks. Vsak nov naročnik in ocena nam pomagata, da še naprej ustvarjamo pogovore, ki navdihujejo in premikajo meje. A ti je kdo rekel, da nisi normalna od tvojih vrstnikov? Ja, malo moraš biti nenormalen, da se tako zbujaš pa toliko treniraš. Ja, od katerega leta zdaj že to?
Ja, jaz sem v plavalni šoli najprej začela, ko sem bila tam 6 let stara. Takrat sem se pač naučila plavati, pa to sta me starša dala, da ne more otrok plavalcev ne znati plavati. Pol pa sem še druge športe zraven, še karate, pa atletiko, pa tenis. Vse sem bila vpisana, ker res nista htela, da sem jaz tudi plavalka. Jahanje še. Vse smo probali. Ampak se je plavanje obdržalo. Ne? No, se to me je zanimalo, ne? Ker pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Ne? Ja. Zdaj, tako ko gledaš to navzven, bi lahko rekel, pa sigurno je mama forsirala, da bo plavala, če je Metka bila, tvoja mama, ne? Olimpijska tekmovalka, pa evropsko kolajno osvojila. In a si zdaj, ne vem, jaz tako gledam, a si mama želi, da bi hčerka tako trpela v bazenu, ker ti si vedela, kako to izgleda, je tako? Ja, se zaradi tega, ne. Pač res izključno sem samo htela, dajmo, da se naučijo plavati, naj jih drugi naučijo, ker starši tako ne poslušajo, ne. Smo jo dali v plavalno šolo, pač obe smo dali, ne, hčeri. In potem je nekako šlo iz skupine v skupino, še malo sem bremzala, ne naprej, še se imamo čas, dajmo še kaj drugega probati, ne višje, se ima čas, ne. Vse živo smo probali, pač ravno zaradi tega, da ker sem vedela, koliko je treba truda vložiti, kaj sem se mogla sama skozi dati. In sem rekla, kaj pa jaz vem, no, če bi se to splačalo, oziroma pač, saj imaš neko disciplino, pa red pa vse, ampak nekako sem daj mogoče kakšen drugi šport, no, da se ne bo želela primerjati z mano, da ne vem, da ne bo nekega pritiska, pač nekaj svojega. Ampak ni šlo. No, mislim, veliko stvari se bomo pogovarjali, ker mene res ta psihologija zanima. Ko sem vas tam gledal, pa vidim, mama trenira 2 hčerke, Nike pač danes ni tu, ne? Vse Nika, ne? Ja. Pa si mislim, pa kak? Mislim, ko pogledam svoje otroke, ne? Pa veš, ko te nič ne poslušajo, pa še mi ti reče zdaj, sem jih dala plavati, da so jih drugi načili, ker tako veš, ata pa mama ne bi, zdaj pa jo treniraš obe 2 hčerke na vrhunskem nivoju. Kje se pa pol zgodil ta preskok, da si pa rekla, zdaj pa, če pa sta punci pa tak resni, ne, pa bom jih jaz vzela v roke, ne, ker vem pa, da v tebi seže glas, da si stroga trenerka. Res je, tako pravijo. A je mama stroga? Daj mi povej, čakaj, a je bolj stroga kot mama, ali je bolj stroga kot trenerka plavanja? Ja, ne vem, prvo kot mama, pa te že toliko nauči, da kot trenerka sploh ne rabi biti, ne, mislim. Mislim, z sestro smo že imeli to red pa disciplino že odprej, da si šel pravočasno zvečer spat, mislim, pač smo bile mogoče malo čudne, ker smo že ob 9 hodile spat, pa smo bile stare ne vem koliko že, ne. Pa pač smo šle spat, pa da prav ješ, pa da pač vseeno hodiš na treninge zjutraj, vsaki trening. Mi res nismo nikoli spuščale treningov, ali pa da se ti ni dalo iti na trening, ali pa kaj tega, to ni bila opcija, ne. Mislim, niti za najo, kot reši smo še na treningu, pa vse ostalo zamudile, ko pa da ne išle na trening, ne. Tako da. Koliko me stvari zanima. No, daj povej, kdaj je ta preskok se zgodil, da si ti rekla, zdaj bom pa sta male vzela v roko? Nekako tudi jaz nisem bila v plavanju več, ne, sploh nisem htela, ne, jaz sem nehala plavati in sem rekla, pač to je to, ne. In pol, ko sem pač začela njo voziti plavalno šolo, pa tam sedela, pa čakala, so nekako videli, ne, nekateri so bili še isti, ne, v klubu recimo, ne, in so rekli, kaj če bi ti prišla malo, ne vem, pomagati, pa vseeno si bila plavalka, pa pač imaš neko znanje, ne. In sem rekla, mogoče, jaz sem tudi začela v plavalni šoli, potem nazaj, ne, mislim, ko sem kot plavalka, potem sem najprej šla v plavalno šolo, malo neki management, pa malo neke skupine, pa to smo se s tem ukvarjali, da smo malo spremenili stvari. Potem pa postopoma neka tekmovalna skupina, pa pomočnik trenerja, ne, takrat je bila Maja Šarac še trenerka, sem njej pomagala. Pa postopoma dobiš malo neko skupino, suhe treninge sem jih imela večino v klubu skupin, ker tudi pač me to zanima, pač razvoj telesa, gibanja in vse. In sem tudi to se šla, da sem pač malo neka znanja pridobila, tudi sem fitness trenerka. In potem so me tukaj angažirali in potem so se sprostila mesta, pa so rekli, lahko imaš skupino in tako je šlo naprej, no. Oni dve sta pa tudi nekako z mano potovali sporedno, iz skupine v skupino, pa da smo nekako se skupaj razvijali, da smo potem pač pristale, da pač jaz treniram Katjo, pa še Nika se je pridružila. Saj en čas smo sploh bile, da smo same trenirale, oziroma so rekli, ti boš imela njo samo. Samo njo,
Pol pa sem rekla, dajte, no, se še jaz drugi. lahko ponudim še komu drugemu, kaj ne. Malo več znanja pa imam, ne, pa da pač želim še koga drugega kaj naučiti, ne, pa da ima neko priložnost, ne, tudi v klubu. Koliko si ti bila stara, ko si nehala plavati aktivno? Jaz sem bila 20 let stara. Že? Ja, jaz sem zelo hitro nehala. Kaj pa je Nekako bilo vse se mi je nakopičilo in sem rekla, zdaj pa dovolj. Šla sem trenirati v Avstralijo. Ja, sem imela priložnost, da treniram z enim vrhunskim trenerjem, Genadijem Tureckim, in sem to izkoristila. In potem sem Pri tam, koliko starosti? to je bilo leta 98, torej sem skoraj 20 bila. Ja. Sem šla tja, tam sem lahko trenirala z Avstralci. Potem so pa kar naenkrat prišli, tak en trenutek, pač bila sem boljša in boljša. In so rekli, zdaj pa več v našem inštitutu ne moreš trenirati z nami, ne? In potem se mi je nekako se porušilo. Sama nisem mogla, mislim, zelo je težko sam trenirati. Nekako brez trenerja, oziroma da ti se napiše trening, moraš vseeno imeti isto disciplino, pa kontrolo, pa vseeno ti mora nekdo pomagati. No. Ni bilo najlažje in nekako sem lovila te norme še za olimpijske igre Sydney 2000, bila sem na meji, potem sem pa rekla, dost imam. Prej glave mi je vsega prišlo in sem rekla, dovolj je, konec in vsi so polili, zakaj ne? Šok. No, sem rekla, enkrat, ko mi je pač prišlo vsega dovolj, sem rekla konec in nisem se pol več vračala. Pač nekateri grejo še pol nazaj, čez kako leto, 2 leti, mogoče poskušajo. Jaz sem imela tega dovolj, sem rekla. Se pravi, šla si v Avstralijo pri 20 letih. Ja. Kaj je bil razlog, da si šla tja trenirati? Ja, v bistvu je bila taka malo zapletena situacija v klubu. Nekako niso več želeli sodelovati tukaj z mojim trenerjem. Dimitrij Mancevič je bil beloruski strokovnjak plavalni, ki me je treniral kar nekaj let. In potem so nekako prekinili z njim sodelovanje in smo šla najprej v Ljubljano trenirati. Tam smo na Iliriji trenirali, so nas sprejeli. Pa, ko se mi je pač ponudila ta priložnost, sem rekla, jaz pač rajši to še probam, ne? Še nekega strokovnjaka ruskega. Aleksandra Popova je treniral, on je bil pa res olimpijski, večkratni olimpijski prvak in vse. In sem rekla, če to ne bom zdaj izkoristila, to moram probati. Ne? In sem pač nekako se najna pot končala s trenerjem tukaj in sem šla tja probati. Ja. Hej, si želiš kariere, kjer te ne omejujejo stropi, ne? Kjer tvoj rezultat ni odvisen od politike v podjetju, ampak od tvoje volje, od tvoje discipline in tvojega karakterja. Popolnoma te razumem. Ko sem začel svojo pot, nisem imel ne poznanstev, ne kapitala, ne varne poti. Imel sem samo odločitev, da nočem povprečnega življenja in da bom delal, dokler ne zmagam. Danes pa vodimo sistem, ki ljudem, ki imajo voljo, disciplino in srce, daje vse, kar sem gradil iz nule. Znanje, mentorstvo, strategijo, orodja in predvsem okolje zmagovalcev. V Smart Money Solutions ne iščemo ljudi, ki bi malo poskusili. Iščemo posameznike, ki želijo zgraditi kariero v finančni zavarovalni industriji. In zgraditi ekipo pomeni nekaj delati s pomenom. In življenje, ki ga vodiš ti, noben drugi. Če čutiš, da si za več in ne iščeš izgovorov, ampak priložnost, potem je zdaj pravi čas. Obišči www.smiljanmori.si in klikni na sodeluj z nami. Izpolni vprašalnik in kontaktirali te bom. Zanimivo, ja. Mislim, koliko misliš, da je pač trener, ajmo reči, zaslužen za rezultate športnikov pa plavalcev? Ja, večino, bom rekla. Da je nekaj. Mislim, sigurno 50%, lahko pa tudi več. No, Ja, ker ona mora sama mahati v bazenu. Res je, ona mora pač kot fizično sama vse izvada, ampak nekak trener, pa tisto podporno, če imaš kakšno okolje, ampak v glavnem mi smo bile same, no, v večini primerov, pač in masiram jo, in prehrano smo se šle, in pač treninge na suhem, in treninge v vodi, tako da najina zgodba je pač v bistvu dokaj samostojna, no, predvsej. Zdaj, ko gledam nazaj, mogoče bi rabila kakšno pomoč, pa zdaj se malo želima outsourcing, pa da nama še kdo kaj pomaga, ne? Ker pač nekaj prideš do neke meje in potem vsega pa tudi ne moreš znati, ne? In te priznam, jaz nisem strokovnjak za vse, ne? No in potem smo nekako, pardon, zdaj sem se pa zgubila. Pač koliko je trener zaslužen. Trener, pardon.
In potem pač ona mora to izvajati. Ti pa moraš biti kot neki, jaz se počutim kot neki umetnik, kot neki Picasso, ne. Tu malo tega, pa malo tega, malo moraš imeti občutka, nekaj moraš imeti, mislim, absolutno moraš imeti znanje, ne, ampak moraš tudi plavalca poznati, ga začutiti. In meni je sigurno bilo lažje biti kot trenerka prisotna, pa da jim dajem nasvet tudi ostalim plavalcem, zato ker sem sama plavala. Zdaj neki trener, ki ni sam bil plavalec, ne ve točno, kako se počutiš, kot je ful težko, ko se odrineš, koliko je težko, ko nimaš dovolj dihanja, ko rabiš več kisika. Pač take neke stvari, ne, to čutiš, ne, in če imaš tisto malo v sebi tega občutka, je dosti lažje, no, delati, videti plavalca in pač ga usmerjati bolj pravilno, no, kot mogoče kdo drugi, ki tega ne pozna. Kako bi rekla, recimo, zdaj, ko imaš večjih punc ali pa fantov v skupini, a si do nje pa do neke bolj stroga, pa več, pa malo bolj stisneš, ali si do drugih? Ne, moram biti kar do njo. Ti povem, tako kako ti misliš, ja njo vpraša, kaj ona misli. Ne, moram, vedno smo imeli, tudi s tem smo imeli težave, lahko rečem, zato ker je bilo vedno manj sta dobila pozornosti, bolj sem bila stroga, pa kljub temu, ne, je bilo več daš svojim hčeram, ne. Seveda, ne, se nekdo bo rekel to. Ne. Neki oče enkrat mi je rekel, ne, je na sestanku ena mi je rekel, ja, samo oni dve pa gresta s tabo potem domov, ne, vi se lahko to pogovarjate, ne. Sem rekla, ja, meni je zelo žal, Ja, ne, kaj naj znam, vse, pa res jih ne moram, ne, vzeti domov, ja, tako, ja, pač so bila tako stala spomnila, ne. To je bila taka. Se bi mu rekel, včasih bi lahko tudi vi nesli domov, ne, bi mi prav pasalo, Ja, ne. res je, ja. Se pravi, ti imaš občutek, pač mislim, to prepričanje, da od njih si več zahtevala, Ja, sem mogla. manj pozornosti se dobili. Ja. Kaj pa ti praviš, mama bolj vajo forsira, pa je do drugih popustljiva ali obratno? Ja, mislim, definitivno je zahtevala od naju, da smo najboljša verzija sebe, kot smo lahko, da dosežemo nek svoj potencial, da vedno je tudi bilo, da bi presegle tudi njene rezultate, ne. In pač kot sem rekla že prej, ne, mi da smo to že od doma bile navajene, vedele smo, imele smo neki red pa disciplino, tako da na bazenu niti ni mogoče rabila toliko se naju na tem nivoju pač tega reda pa discipline, pa hoja na treninge, pa kako se dela na treningih, pa to ni rabila toliko pritiskati na naju, ker smo pač to že imele v sebi, ne. Tako da. Ja, Metka, koliko pa je danes problem pri teh, ko jih treniraš, ne bomo reči, ne, da ne bo rekli, da smo koga izpostavljali, ampak recimo disciplino, ona je zdaj ene parkrat je že omenila, disciplino smo imela doma, pa smo jo prenesla na bazen, zdaj nekdo bi lahko rekel, discipline sem na bazenu, sem se naučil, pa sem jo prenesel domov, ne. Koliko pa ti vidiš, da je ta disciplina doma mogoče odraz pol na bazenu? Že. Dan danes lahko rečem, da moram kar biti bolj popustljiva, nekako niso več od mladi, no, otroci, ne bom rekla otroci, ker so to pač bolj mladi že, fantje in punce, nekako oni mislijo zdaj, da že samo to, da si prisoten na treningu, da je to dovolj, ne, pač toliko vlagamo, ne, ker pač pridem vsak dan na trening. To pa še zdaleč ni dovolj, če si nekdo želi rezultatov. Vedno me opozarjajo pač v klubu, pa to, da ne bodo vsi vrhunski plavalci, da pač moram znižati pričakovanja, ne. Ampak jaz sem nekako rekla, pa tudi njim povem, plavalcem in vsem, da jaz ne pričakujem, da bodo vsi uspeli in da bodo vrhunski. Želim pa pač imeti res red pa disciplino, da pravočasno pridemo na trening, da če se nekaj dogovorimo, da to naredijo, da imamo neke cilje v treningih in da ni samo tista prisotnost, tu sem, ne, dovolj. Zdaj pa vsak na svojem nivoju, pa želim tudi, da doseže najboljši svoj rezultat, ne. Absolutno ne pričakujem, da bodo zdaj vsi na svetovno prvenstvo, ampak če pa gremo na državno prvenstvo, pa želim, da pač plavajo svoje najboljše rezultate. In to je tisto, ne, ko je mogoče komu tudi to preveč, ne, da preveč pritiskam, da pa če sem rekla, jaz nekako, če želim, mislim, če želijo, pa če že pridejo na bazen, naj te pač naredijo to, za kar so tam, to, kar lahko. Če pa hočejo rekreacijo ali pa kaj, imamo pa tudi kakšne druge skupine za to, ne. Pač nobenega pa ne bomo odganjali normalno, ne. Ker pač klub je pač vseeno skupek nekih različnih karakterjev in talentov ali pa ne talentov, ne. Omenila si besedo pritisk.
Katja, kaj ti to čutiš, recimo na teh tekmovanjih, ko si, zdaj recimo, zdaj bo zimsko državno prvenstvo, ne? Ja. Pa pol je poletno, pa imaš kdaj je svetovno, zdaj Evropsko imamo Evropsko, letos, ne? ja. Leto še kdaj pa? Tam poleti, julija, avgust. Se pravi po začetek državnem, avgusta ne? mogoče. Ja, ne vem, A je razlika, recimo v glavi tvoji, stojiš na štartu na državne prvenstvo, pa na svetovnem ali pa evropskem? Ja, definitivno je, ne. Kaj je drugače, če bazen je bazen, voda je voda? Ja, ampak za neka evropska prvenstva, za svetovna prvenstva, za olimpijske igre se pač res pripravljaš, ne. Veš, kaj si delal na treningih, veš, mogoče česa bi lahko bil sposoben, moraš pač to pol realizirati v tistem momentu, ne. Zdaj, če jaz grem na državno prvenstvo, pa se nisem glih pripravljala, recimo zdaj na državnem prvenstvu bom plavala praktično iz polnega treninga, ne. Pa tudi, mislim, vem, da bom plavala pač koliko bom lahko maksimalno, rezultati seveda ne bojo zdaj glih osebni rekordi, ker pač osebni rekordi so na nekem nivoju, ne. To zdaj ne moreš tudi, nisem več tako mlada, da bi to lahko na vsaki tekmi odplavala osebni rekord, ne. In pač kaj bom zdaj imela neki pritisk zdaj na državnem, recimo. Jaz vem, da pač vsako disciplino, ki jo bom plavala, bom ali zmagala, ali se bom pa mogla vsaj malo mogoče s katero boriti za zmago. To je pa tudi to, ne. Ja, ker ti si zdaj v Sloveniji, si itak number one, ne? Ja, mislim pač članska reprezentanca ima 3 plavalke, pač na zadnjih olimpijskih igrah smo bile 4 in pol je to, ne, 3-4, pa tudi plavamo drugačne discipline, tako da vse, kaj bom jaz plavala, se načeloma ne bomo prekrivali. Če pa se v kateri disciplini prekrivamo, pa se bomo pač med sabo borile, ne. Zdaj, recimo, rekla si 4, ste šli na olimpijske igre, ne? Koliko je pa ta velik bazen zdaj teh, ajmo reči, punc, ki plavajo v njeni starosti? Pa oni so 4 Slovenke, ne? Na državni jih bo tam se zvrstilo koliko? Na državnem prvenstvu? Ja. V tej starosti jih nimamo. Ona že stara, je rekla sem že malo stara. Danes resnično, v mojih časih smo imeli starejše plavalce, pa plavalke, pa smo imeli neki vzor, pa smo videli, kako počnejo, ne, ja. Zdaj pa, takrat smo nehali, 25 je že bilo, ne, kar, ne. Zdaj pa lahko grejo preko 30, ne, pa plavajo, ja. Pa se komaj dozoriš pri, ne vem, 28, sploh v šprintih lahko, pa to, ja, ne. Kaj se je spremenilo? Kaj pa vem, razvoj telesa, mislim, nekak pogled na vse, mogoče način treninga, pa čeprav tudi se ni tako dosti spremenilo, no. Ne vem, nekateri so bolj vztrajni, nekateri pa niso, no. Vse se nekako neha pri puncah, sploh srednja šola, ne. In če nekako greš preko te srednje šole, da vztrajaš, da si na nekem nivoju, potem lahko kar nadaljuješ. Imaš tisti zagon, postaneš, pač punce postanejo ženske, imajo tisto neko notranjo moč, ko se že začne kazati in to te potem nekako drugače razmišljaš, no. Bolj so pametne punce, no, potem, ja, ne. In se zelo pozna, ja. Ti si bila prva olimpika? Ne, so bile, ja, punce. Jaz sem dobila prvo medaljo na evropskem prvenstvu, ja. No, zdaj, recimo, eno je, da se uvrstiš na olimpijske igre, mislim, da je to itak krona, ne, vsega, kar bi lahko, pa ni važno, zdaj, kjer si tam, ne. Ja, res je. Čeprav se verjetno greš boriti. Norme so zelo težke, zdaj pa sploh, pa vedno težje, pa zdaj so spet dali nove za Los Angeles, norme so še malo bolj ostre, pač res moraš biti vrhunski, ker tja lahko, pač zdaj so toliko omejili, pa že številke omejujejo, no, koliko jih je sploh lahko nastopi na disciplino. Največ mogoče 25 plavalk ali pa plavalcev v eni disciplini. Celega sveta. Ja. In med tistih 25 je res zelo težko priti za to A-normo, ne. Ta A-norma je ta norma, ki te res popelje brez vsega. Če imaš pa neko B-normo, moraš imeti pa še neke druge pogoje izpolnjevati in to je cela kombinacija potem vsega. No, kakšna je razlika med nekom, ki je šel na olimpijske igre, pa med enim, ki ni šel? Vemo, da so stotinke, ampak a še kakšna druga razlika? Razlika? Ja, povej, kaj mogoče imaš ti kakšen drug pogled, ja. Ne vem, pač treba je vztrajati, pa delati, pa vedeti, zakaj delaš, ne. Mislim,
kot je že prej povedala, ni dovolj, da si ti zdaj vsak dan na treningu. Prisoten, ne? Ja, treba je trening tudi s 100% prisotnostjo narediti. Ne? Pa narediš vedno 100% trening? Ali včasih malo probaš, malo? Ja, ne, mislim, pač jaz... Ker včasih slišim ta malega, ko prije z bazena, pač reče, da so tam bile one 3, eni, ko so pač bolj počasi plavali, da so jih oni dobili, pa je bilo fertik plavanja, pa so one manj plavali. Ja. Evo, to je to razlika. Ne? In To se potem, nabira, potem ja. se tekmujejo, kdo bo večkrat šel na WC. Ja, ne, tako, mislim, ja, ne, to, ja. ne, tak, ne. Tako da mladi opažajo to, ne. Oni so šli Ja, seveda. 3-krat na WC. Ne. Ja, ja Za- tu je pol razlika. Vse to, ne, to je težava, ne? Zdaj pa odvisno, kakšen karakter že imajo, ne? Pa kako so oblikovani že plavalci, tudi mladi. Ali bo te potegnila tista stran, ali te bo potegnila tista druga, ne? Ker pa boš pač naredil, do kar moreš. Ne? Ker pač imaš 600 metrov, je 600 metrov, ni 500, ni 550. Ne? In pač jasne, ok, ustavimo se, bomo vsi začeli neko serijo odplavati, ampak na koncu boste vi končali to, kar še niste. Ne? Ker hočem, da odplavate vse, kar imamo. Pač, moče ti ne bo nič pomagalo za ta trening, ampak če pa ti to seštevaš, ne, pa leta, pa sezone, ne, zdaj pač nekdo bo prišel v skupino, pa bo rekel, aha, zdaj bomo pa dobri. Ne. Ne, ko jaz rečem, da mi bomo trenirali, ne vem, 3 sezone mogoče, da bomo bolj videli, če bomo ali pa ne bomo sploh kaj, ne, malega, pa vsem, mislim, ne vsem, nekaterim kar pade malo, ne, tisto, 3 sezone, to pa so 3 leta, ne, mislim. Ampak plavanje je takšen šport, Mislim, ne vem, a je da moraš ustrajati in da se je komaj kateri? pol pokaže na to. čez čas? Ja, A je čez kjer čas. šport težji šport, ne vem. Tu smo Kaj bi nekje, recimo ti, če ne bi, ja, reči, veslanje recimo, Veslanje, ne, tek ja, na isto. dolge proge, ne, Ja. tudi pač tudi atletika, ne. Gimnastiko moraš pa še trenirati, ne, to so ti bazični športi, ne, ki, na dan, 6, ne, mislim. ja. To so ti bazični športi, To je ki noro. pač jih moraš največ vlagati noter. Ampak pač plavanje pa atletika sta pa najbolj konkurenčna. Ne. Tam, Ja. Na olimpijskih igrah pa na svetovnih Ja. prvenstvih imaš 200 držav. Ne. To, Ja. Ja, to samo, ko pogledaš, ko visijo zastave, ne, pač. to so praktično vse. Ne. Ti, Katja, če ne bi plavala, kateri šport bi bil pol drugi tvoj? To pa zdaj tako težko Težko reči. reči, ne. ker si se skrat z nekimi ukvarjala. ne. Ja. Kaj bi, jahala. Pač karate je bil taki šport, je bila državna prvakinja, dobra tudi. ne, ja, ampak je bila pač mlajša kategorija, ne, za vprašanje, ne, ampak ker ima težave s koleni, recimo, je to odpadlo potem, ne, tudi tekla ne bi, ne, tako da nekako je Ja, od to je logično plavanja že bilo. ostalo, ja. Ja. No, da mi povej, da jaz to vidim, tele male, ko sem bil zdaj na državnih, malo sem šel za svojim sinom, ne. Pa vidim to tako, da bi imel kdo kaj pripravljeno, kaj bo jedel, pa kaj tako, to ravno ne vidim, nobenega skoraj, ne. Kakšne kifle, pa kakšne kekse, pa to. Kdaj, Metka, je pametno začeti se tudi s prehrano malo bolj ukvarjati, pa posvečati, ker mislim, da tudi ni važno zdaj, ali so stari 13 let, ali 12 let, ali 14 let, Tako. ne. Jaz mislim, da to pač s tem moraš rasti nekako, ne, že starši ti že nekako to priučijo, ne, že od malega, ne toliko, ne vem, kifelčkov, ne, sladkorja, ne vem, tega, to pač moraš malo kontrolirati, no, mi smo to vedno kontrolirali, ne, one dve sta mogle priti vprašati, lahko zdaj tu kekse jem, ne, pač neka kontrola, da ne moreš kar sam iti neki predal in to, ne, se nažirati ali pa pač, ne. Tam bi rekel, če plavaš Ja. ogromno kalorij, koliko kalorij porabi tam na 6 km treninga? Ja, to nismo tiste nikoli Garmine gor imeli. dajo. Mislim, je bilo, ampak tisto Ja, ni ni tako zdaj, točno. ja, Ja. ja. Pa ne meri pulca časa. Ampak pa to mora ampak- biti, Ja, ne saj vem, to 2 so- jurja, 3 jurja. Ja, kalorij. sigurno, 4, tudi 5, 4. ja, če so neki fantje, pač tudi Ja, najbolj, ja, to so pa že delali raziskave, Ja, ja, da ja. moraš to pol nahraniti vse, ja. Ja, in koliko ti zdaj poješ, ne? Na dan, da vidim, kaj poješ, ker ta mali zdaj, mislim, že takrat je, ne, ampak vidim to, mislim, to bi lahko jedel. Ja. Ja, čim več, ja. No, pa da mi povej, da je dobro zjutraj, se reka, zbudiš se, kaj poješ zjutraj? Ja, zjutraj si ponavadi en dan prej naredim tako ovsene kosmiče, pa jogurt, mleko, borovnice, čija semena, pač neko tako. Ker zjutraj vseeno, za ob 5 zjutraj bom jaz tam nekaj jajca jedla, pa ne vem kaj Ne, vse, ja. ne bi šlo, ne. Ja. Tako da pač nekaj, kaj te nahrani pa napolni, da pač lahko trening narediš, pol pa takoj po treningu spet ena malca neki skir ali pa spet neki jogurt,
pač če je v nekem tem časovnem okvirju, je pol to že dovolj, ne? Če ne pač še, ne vem, proteinski šejk po fitnessu, pol pa je spet, ne vem, čez 2 uri je že kosilo, ne? To pa največkrat tak čez teden testenine ali pa riž, to je pač to da nekako največ energije, ne? Pa tudi, ne vem, riba je zelo pomembna, pa neko meso, pa potem pred treningom, pa je spet 2 uri, pa je to že pred treningom, pa spet neka banana ali pa nekaj saj, da pač to, pa pol po treningu spet nekaj, pa preden priješ do večerje. Tako 5-krat na dan moraš jesti, ne? Ja, 6-krat, ne? ja. A merita kalorije, koliko poje? Zdaj konkretno nismo se toliko, da bi zdaj res toliko strogo, to nismo počeli. Ampak nekako smiselno, pa tudi smo že delali s kakim nutricionistom, Plavalna zveza nam ponuja, pa smo malo pregledali jedilnik, pa skaj svetujejo, pa kakšne te dodatke, pa te vitamine, pa vse kar je, to pač to so nam povedali, ja, koliko česa, kdaj, pač krvno sliko se preverja, tu pa tam, mislim, pač občasno 2-krat, 3-krat na leto, tako da pač se vidi, no, da je ok, ni ok, ne, če kje kaj manjka, sploh pred kakšnimi pripravami, višinskimi recimo je zelo pomembno, ne, da ti ne manjka železa, da se vse res, ne, da je vse polno. Tira je zdaj bolj uspešna. V plavanju. Kaj bi rekla? Mama je bila 2-krat na olimpijskih. Ti si bila enkrat, mama... Zelo hitro nehala, no, pač to, kar sem jaz pač dosegla. Saj sem bila na svetovnem, sem bila na olimpijskih igrah, sem bila pač to, kar sem, ne, ampak Katja ima daljšo kariero in zdaj se to nabira, ne. No, ker ste prej rekla tudi, ne, mama, pač cilj je bil tudi, da bi bila boljša od mame, ne, mislim, da bi presegla. Ampak to je bil njen cilj. To je bil njen, ja. Nikoli ni z moje to je bil, strani, ne, to pa sem rekla, to se ne bo šla, ne. Koliko si tekmovala ali pa še tekmuješ z mamo? Ja, pač, mislim pač, ko sem rasla, pa to zdaj ona je recimo imela neke svoje osebne rekorde, ki jih je plavala sicer 20 let nazaj, ne, pa so bili klubski rekordi, ampak pač si seveda želiš to preseči, ne, pa da imaš ti recimo pač ta klubski rekord ali pa državni rekord, ne, sicer mi se zdaj po disciplinah razlikujemo precej, ne, jaz 50 hrbtno, to, kar je ona njena bila, mislim, evropska medalja, tega jaz ne plavam, ne. Tako da, ampak pač neke ostale discipline, kjer se recimo malo prikrivajo, če kakaj kravl, 100 kravl ali pa kaj tajega, pa pač vedno si želela to odplavati. Si šla, jaz vidim te fante pa punce, ti tam gledajo gor na onem, pa vse za nazaj vejo, mislim, jaz sem bil presenečen, ne. Da si šla gledati, kje je mama bila. Ja. Jaz sem tudi šel gledati, kje je bila, ne, pa sem pol svojemu sinu kazal, poglej, da boš videl, ne, kdo je sploh, ne, da malo razumeš, ne, pa te, ne, tako da si gledala tako skrivo. Ja, pač pol, ja, do nekega, ampak seveda to je potem že čez en čas, to je bilo, ne vem, 20 let nazaj, ne. Ja, to razlike časi so šli kar naprej, ja. To zdaj se težko primerjati. Smo imeli takšnih kopalk, ne vem, plavalne kape, očala so bila drugačna, tako da to je že vse vplivalo na naše rezultate, ne. No, ampak tako nekako postopno do neke mere pač, ne. Šport kot tak, recimo, mi je zanimiv, zato ker v bistvu na koncu res tekmuješ sam s sabo, je tako? Vse imaš, mislim, jih imaš, lahko je fajn z njimi tekmovati, ampak na koncu si ti, ne. Tako. Tu zdaj, če tako gledam, ne, tu ni zdaj, bo da rekel trener, ona mi je bolj všeč, on mi je bolj všeč, pa bo igral, pa ata je sponzor kluba, pa bo zato igral fuzbal, take zgodbe, ko slišimo v nogometu, drugih, bom rekel, kolektivnih športih, ne. Tu, če imaš sekunde pa stotinke, to zelo težko, ja. Si v bazenu, ne more on reči, ona pa ne bo šla, ne, se pravi, je fair šport. Ja. Tam, kjer je štoparca, pa končni cilj je fair šport, če mene vprašaš. Vse ostalo je pa kdo je komu malo všeč, ne, če mene vprašaš. Res je, vse tega nimamo. Tega nimaš, ne. Ampak vseeno, ne, si pa sam s sabo tudi še ena stvar, ki jaz vidim, da če nisi pa zdaj najboljši na svetu, pa lahko sebe premaguješ, ne. Kako dolgo to traja, da ti rečeš, ker vidim zdaj pač, mislim, ajmo tako reči, malo se lahko potolažiš, ne, pa rečeš, aha, imam pa osebni rekord. Lahko si pa ti 30, ne? Ja. Samo če si pa osebnega odplava, tako kako si ti rekla, pa ti lahko na tekmi rečeš, čestitam. Ja, seveda, ja. Vse to jim hočem tudi jaz dopovedati, ne, ker mi rečejo, pač to, ko sem rekla, vrhunski, pa ne vem, pritiskaš, ampak ne. Jaz jim rečem, starši že sami pridejo, kakšna tekma, pa kam bomo zdaj to, pa kakšno evropsko, pa da jim malo povej, ker jaz
ne bi to govorila plavalcem. Jaz jim rečem, dokler napredujete, torej svoje osebne rekorde popravljate, nimamo sploh nobenih pripomb, ničesar se ne bojimo, gremo naprej. Ne? In tudi te kategorije, mlajši dečki, kadeti v plavanju, ne? Pač, ki so vse. Mene tukaj ne zanima, kateri si, pa koliko imaš čas pri kadetih, recimo. Ne? Mene zanima članska kategorija, potem tja je treba priti, če hočemo nekaj doseči, če ima nekdo res neki cilj, da bi pa ti mogoče bil plavalec. Pa, ne? Tam pa, ko si star 18 let, 19, koliko so fantje, pa prideš v eno velik bazen vseh, ki so stari od 19, 18 do 30. Ne? In tam ti moraš biti konkurenčen, ne? In do tja moraš priti, zdaj, če se preforsiraš pri dečkih. Članska kategorija, vprašanje. Imamo tudi statistične podatke, to so nas učili, pa sem brala o tem, da pač tisti, ki so bili državni prvaki pri dečkih kategorija, ni bilo nobenega več v članski kategoriji državnega prvaka. Kaj so se prekurili ali kaj? Eni se hitreje razvijajo, in moraš dati priložnost, da pač dajo tisto iz sebe, ker veš, da dlje ne bo šel, mogoče ima kdo težke kosti, spremeni se zgradba telesa, vse živo se lahko zgodi. Ne? In potem tisto še nič ne pomeni. Ja, vse si tam super, ok, bravo, čestitamo, ne? Medalja, absolutno, no? Si ponosen, moramo biti ponosni, ne? Ampak če pa hočemo nekaj, ne, moramo ena kategorija, druga, ne, in potem tam, ne, da si res top, ne, da si najboljša verzija sebe. V članski kategoriji. Ker je treba priti do tja, ne. Ja. Zdaj pa, če je nekdo že tu dober, ali pa pač pol, da se premika naprej, ne, se ne bo imel takega skoka v rezultatih, kot imajo mogoče ostali, ne. Zdaj pa, da ti si pri dečkih, ne vem, ali pa deklicah toliko odplaval, pa moraš en čas vztrajati, da spet odplavaš, recimo osebni rekord, ne. Ampak tudi je, ne, težava je v tem, pa lahko je zelo pač nevarno, kak si dober, bravo. Potem ti takoj pade, ne rabim več toliko delati, lahko malo zmanjšam, tako sem najboljši, ne, in potem preden ti spet zalaufaš, da ti spet začneš, ne, da razumeš, da moraš samo trenirati nekaj, ker to je zdaj bil naravni razvoj telesni, ne, ki ti je dal tale rezultat, ki te je pognal, ampak enkrat se to ustavi, ne. In takrat, ko se pa to ustavi, moraš pa ti sam narediti še pa še, ne, da greš naprej. In tu je tista težava potem, ne. Ja, kje je pol tisto, ker to je stotinke, to je noro, mislim. Ti lahko tam znotraj ene sekunde pa veš, kje si, ne, mislim. Vse to, ja. To mora biti pa frustrirajoče. Pravilno obrat, pravilen štart, kak drsim, glava, ki je, koliko diham, to je vse živo, no, vsega je polno, ne, in tu se potem, to moraš pol trenirati, pa ustrajati, pa narediti, pa biti sam toliko, ne. Zdaj trener te ne more 1000-krat isto stvar opozoriti, pa te popraviti, ker pač je tam še 10 ljudi, ne, ki jih mora gledati. In vsega ne moreš, dosti moraš sam vložiti, no, potem v to. In tu se zgubijo, ne? To je mogoče razlika potem med njo, pa med, ne vem, nekom, ki pač je državni prvak, ne, samo pa pač. Ja, pa tudi trener recimo na treningu, jaz mislim pač, jaz imam za istega trenerja, kot jih ima še enih par drugih plavalcev, ne, pa ona nam pač, ko imamo vsi skupaj trening, bo ona isto številokrat rekla, ne vem, tu moraš narediti podvodnega do 15 metrov, recimo, ne. Bo rekla isto število meni, pa isto število drugim, ali pa pač, da se moraš, ne vem, ta trening pa zdaj moraš se odrivati prav tak, pa narediti, ne vem, 3 udarce podvodnega, ne. Zdaj pa, kdo bo to naredil, kdo pa ne bo, ne. In pol, kje je pol razlika? Zdaj pa jaz plavam, mislim, ne vem, zdaj pa jaz podvodnega delam 15 metrov, pa če me štopa, je zakaj pa je ona hitrejša od mene, ja. Ja, ker je rekla, tak, ti pa nisi, ne? Ja, ne, ja. Ker je ona naredila 100-krat 100, ti si pa naredil 10-krat, ne, recimo. Ostala si pa pozabil, ali pa nisi razmišljal, ali pa ne vem, ne. In potem je tako razlika, ne. Kak je bil preskok, ko si iz teh mladincev, ne, šla v člansko kategorijo? Je to v glavi tudi preskok? Ja, je, ampak mislim, tako, kar se tiče mojih teh kategorij, kadetinje pa mladinke, jaz sem tako stopnjevala vedno rezultate. No. Tudi jaz sem šla, ne vem, na mladinsko evropsko kot starejša kadetinja, pa potem naslednje, pa sem pač, to je bil že dosežek nekako, da sem šla tja takrat, sem še bila 2 leti mlajša od ostalih, ne. Pa potem sem naslednje leto na mladinskem evropskem sem bila 3., sem dobila medaljo, pa sem tudi šla na mladinsko svetovno.
Pol pa sem nekako, ko sem še bila mladinka, sem potem odplavala normo za člansko reprezentanco, pa je šlo bolj postopno tudi, kar se tiče mojih let, pa tega se je glih lepo stopnjevalo, tudi najprej je bilo evropsko v kratkih bazenih, potem je bilo evropsko v 50-metrskem bazenu, pol je bilo še svetovno, čez eno leto v 25-metrskem bazenu, pa spet svetovno v velikem bazenu, tako da je šlo lepo tako postopno neko uvajanje, pa tudi pač moje kategorije, mladinci, kadeti, nas je bilo ful, no, sploh punc. To zdaj, ko gledam, sploh ni konkurence, še tisti mogoče 1-2, ki so najboljši, rezultatsko v našem času ne bi šla niti blizu mladinskega evropskega, recimo, mislim. Zdaj za mladinsko evropsko, recimo, so postavljene neke norme, ki so dosti podobne, mogoče so zdaj malenkost boljše, pa niti ne vem, če so, kot smo jih mi imeli, ampak pri nas to ta norma ni nič pomenila. Mi smo se med sabo borile, kjer bo ta 2 najhitrejši, torej koliko sekund boš ti hitrejša od norme, da šlo lahko šel, ne? Pa smo se borile, ne? Zdaj pa že vsi prej nehajo, pa tako naša državna prvenstva, zdaj sploh ni nobene konkurence, ne? Že, pač me najboljše članice je nasplošno pač nimamo v Sloveniji, ampak že mlajše kategorije ni plavalcev, ne? Sploh jih ni. 1-2 plavalca, 1-2 plavalki mogoče, v kategoriji, da res izstopajo. Ostalo je pa pač... Ostalo se pa zdaj že išče, ne? Pri nas je bilo tisto reprezentanca polna, dokler je šlo, ne? Zdaj pa, ki je zdaj 1% od norme, 2% od norme, ki je mogoče kdo, ki bi lahko šel zraven, da ga lahko vzamemo, ne? Kaj se bazen teh plavalcev oža, manjša? Kaj bi se lahko naredilo za promocijo malo več tega športa? Kaj pa vem, zelo težko je prepričati otroke, da bi bili nekako vztrajni, no, da bi dali se, ne? Ker nekako vedno jim rečemo, a ti ne bi več, ti pa ne več, ne? Mislim, nekako jih je treba vzgajati, že tako da, če nekaj začneš, boš mogoče probal končati, ali pa ne vem, celo sezono do konca odplava, ne moreš kar sredi nehati, ne? V tem smislu, nekako ni jim več, ne rabimo, ne bi več tega, ne. Samo mislim, zdaj, če pogledam, kako se je to zdaj pri nas, ko Samuel plava, ne, hodi na trening, jaz sploh si v sanjah nisem mislil, da bi on sploh šel na treninge plavanja, ne. Jaz sem ga pod prisilo na borilne veščine vozil, ne, najprej na judo, sem ga pelil, pa desilo se čudo, ne, bil še ful mali, ne, pa sem ga odpeljal na judo. Ja, tu gor pri mali luknji ga odložim, jaz grem gor, pogledam v steklo dol, malega ni na blazini, ne. Ki je, če sem ga dal v dvorano. In jaz slučajno tako pogledam in on tako desno v kot je veš tako s to žogo, kot trebušne mišice, mislim, gor delaš. 2 žoge je vzel, 2 žoge, s tistimi malimi prsteki jih je nazaj rolo, tako da se je noter v kot stisno, pa tiste žoge, a si to misliš? Takih jih je zrolo s prsteke, jaz sem ga še videl, pa not v kot, pa za žogo, ne. Jaz sem samo dol šel, sem ga pobasal, sem rekel, brez veze. Pa sem ga na kickboks vozil, ampak sploh, veš, ko vidiš, da ni. Samo zato sem ga hotel, da bi malo neki dedi bil, no, kaj bi rekel, ne. Ampak potem, pa Helena hodila žena plavat, ne, pač, kam pa bo šla, mislim, kam bo da pa šla ta mala dva, če ne plavat z njo, ne. Tam se je pol zgodilo, tam so se z enimi kolegi plavali, pa so se bolj zafrkavali. Pa vem, da sem eno leto se jaz zraven dal, ko me je Jože, ne, Kojčev, mi je rekel, daj pelji ga 1-1, ker drugače se bo tu zajebaval, ker sem bila z enim kolegom tak, pa nismo zdaj mogli, on je mora reči, nehaj plavati, ne. Ona sta se hodila igrati tam, ne. In potem sem ga začel voziti na individualne, ne. Pa ne vem, se je pa nekaj zgodilo, ne vem, neka kemija, ali kaj pa vem, nekdo se z njim ukvarjal, ne razumem, ne. Potem sem se mislil, pa od kje se njemu je plavati, ne. Tako kako se rekel, ker neke stvari se mu pač ne dajo, ne. Edino, kar se mu še da, je v bazen skočiti pa plavati. Prej bi šel plavati 3 kilometre, ko pa posodo pomivati. To je že nekaj, Tako da vztrajnost je tu v tem športu, jaz mislim, da... Ja, pač se tudi ful opaža razlika, ravno zato nas je, po moje, toliko manj zdaj v tej vztrajnosti, ne. Zdaj, takrat smo pač
si šel, pa si vztrajal, pa ne vem, 3 leta ti ne gre, ti pač 3 leta ne gre, ne. Enkrat boš prišel ven, če verjameš, da boš prišel ven, na drugi strani boš delal, ne. Pa kak verjameš to? Ja, moraš verjeti, ne. Pa pazi, ko rečeš prišel ven, pa ne gre, to so kaj, to je pol sekunde. minimalno. To je kaj? Ja. Ampak če prideš, da vsaj malo izboljšaš nekaj, če si na nekem nivoju, evo, se jaz plačala, ne, torej moram, ne, torej lahko. Ampak veš, koliko je to, kak rečejo, v angliščini se reče delayed gratification, ne? Ja. Zapoznela, ne, Ja. kak to lahko sploh prevedeš, delayed gratification? Da dobiš kasneje neko zadovoljstvo, ne? Ja. Ti ga moraš pa odlagati, veš koliko, 3-4 leta si rekla. Ja, in to danes po mojem manjka tem generacijam, ne. Zato vsi pol hitro nehajo. Danes, mislim, jaz zdaj treniram že s toliko mlajšimi, pa tam poslušam, zdaj pa mi 1 mesec na treningu ni šlo, pa sem bil na eni tekmi, pa nisem plal osebnega rekorda, kaj če to ni za mene. Ja, halo. Kaj bi takim pa če, povedala? ja, malo vztrajati, ne. Kako zdaj tu 1 mesec ne gre, pa to ni za mene. Ja, dajmo malo vztrajati. 2-3 sezone, Ja. vse to. To sem te hotel reči, kaj si vedno tak mindset imela pa razmišljala, ali si to zdaj skozi plavanje pa to dobila? Ja, jaz plavam že tako dolgo, od 6. leta, da je to nekako izoblikovalo se Koliko skupaj, časa ne. si imela, ajmo reči, luknjo, pa ni šlo, pa ni bilo napredka, pa že mogoče mama, a si kdaj ti, Metka, si mislila, pismo, kaj se matramo, tole ne bo šlo? Ne, to nisem mislila, da kaj se matramo. Je pa prišlo do tega, jaz sem vedno govorila, bo prišel tisti trenutek, ker tudi ona je malo Pa si letela verjela. že, ne? Ja. Pa če je šlo, ampak bo prišel tisti trenutek, ko se bo ustavilo, ne? In takrat bo pa težava. A si je že naprej opozarjala? Sam, koliko sem Ja, lahko, ja. ampak ko ti gre, ko si to težko poslušaš, pa dojemaš, pa res začneš, že takrat razmišljaš, kaj pa če bo res, ne? Pač nisi, ne, toliko. Ko pa pride, pa res se udariš na steno, ne. In zato, ne, zdaj pač mogoče ima kakšno 2-3 slabše sezone, ne, ker vseeno gremo na evropske, na svetovne, na olimpijske igre, ne, ampak tisti najboljši rezultati, ne, so pa tam, kjer so, ne, in hočemo pač priti spet do njih, ne, da, in zdaj tukaj se iščejo te res finese, malenkosti, psiha, kaj še lahko naredimo, ker absolutno verjamemo obe, da to ni zdaj konec, ne, da zdaj ne zmore več napredovati. Fizično zmore. Ja, absolutno, sigurno. Ja. Torej, nekako ne, verjeti spet, ne, da sem dovolj dobra in da sem najboljša, ne. Tukaj se zdaj malo, ne, s tem ukvarjamo malo Pa več. recimo, kak se s tem ukvarjaš? Kaj ti grodi po glavi? Je pač zdaj nekako, kaj sem na zadnjem plava, nekako te najboljše rezultate, recimo. Jaz sem vedno, do takrat sem vedno imela nek sparing na treningih, recimo, ne. Pa sem plavala pač s fanti, pa sem lahko na treningih tekmovala, pa vse najlažje, ko nekdo s tabo plava, pa se moraš malo boriti na treningih, pa pač vse, ne. Pol pa sem začela sama trenirati, ne, čist sama. Pač ni kaj je bila, ampak ona je tudi drugačne discipline, plava je imela drugačne treninge. Ja. Dobro eksplozivno. In pol, da splavaš sam, pa sem plavala 1 leto sama, pa se že, mislim, je vedno težje postaja, ne. In zdaj pa spet gradimo nekako nazaj na to, zdaj pač dobila še nove plavalce, pa te mlajše fante proba, mislim, oni itak bojo zdaj šli skozi ta razvoj, oni niso sploh naplavani nič, to, kar smo mi bili, ko smo bili mlajši, ne, tako da oni pač morajo priti zraven, pa vseeno s fanti je pol lažje plavati, ne. Mislim, jaz bom zdaj težko našla eno punco, s katero bi lahko na treningih plavala, ne. Tako da zdaj se nekako ta del sestavlja in pol pač tudi nekako to samozavest nazaj, pa mogoče malo drugačne stvari probati, pa tako, no, neke kombinacije različne. Se pravi, je pomembno, da imaš nekoga, s katerim se lahko primerjaš, pa če je še boljši, če je še malo boljši. Ja, definitivno, če je boljši, te vleče naprej, ne. Jaz sem tudi nasplošno tekmovalna, če bo nekdo zraven mene plaval, jaz sem nam kar tako pustila, da gre zdaj naprej, ne. Ni šanse. Jaz sem tudi na treningu provala zmagati, ne, mislim. Pa se pač en drugega naprej potiskati, ne. Koliko so pa neki občutki, ta samozavest, ki v bistvu, če rečeš, rabi malo več samozavesti, ne? Se vsi strinjamo, jaz tudi na seminarjih sprašujem, koliko več stvari v življenju bi lahko dosegli, ali je to šport, ali je biznis, ali je life, če bi bili bolj samozavestni. Ja. Pa vsi rečejo, wow, ful. Ja. Samo
Mislim, samozavesti ne moreš kupiti v trgovino, ne moreš iti pa v lekarno. Ja. A veš, kje jo dobiš not? Kaj? Ful je razlika, jaz lahko povem, da ko sem jaz plavala, se skozi sprašuješ, joj, pa tu nisem bila ta dobra, pa zakaj ne, pa ona je boljša, pa ne vem, ne. Ko sem nehala potem, čez 5 let recimo, sem rekla, kako sem neumno razmišljala, ne. Zdaj, če bi šla, bi bila dosti boljša, ne. Nekako moraš verjeti v sebe bolj, ne. Absolutno preveč se primerjamo z drugimi. Nekaj ti spodrsne, ti ne gre, imaš slabši rezultat in takoj se začneš spraševati, kaj pa če ne bo več dobro, kaj pa, mislim, tisto negativno stran nekako vedno, vedno, Ja, ne bi saj, smela, ja. ampak predvlada, Prevlada, ne, ja. ja, in potem te avtomatsko to vse vleče, ne. Ne, moramo razmišljati bolj pozitivno, moramo biti verjeti v sebe, zato ker kaj pa je zdaj ona drugačna od mene, ne? Če, mislim, visoke sma, ne vem, treniramo vsi, močno sem, ne vem, naredim toliko pa toliko vzgibov, ne vem česa, ne? Torej, kaj mi manjka, ne? Razmišljamo drugače, ne? Njej zdaj gre, pa ne vem, plava osebni rekord, pa grem naprej, pa evo, jaz pa malo slabše, pa grem nazaj, namesto da bi, ne, ja. Tisti dvom je, ja, ne vem, tisti strah, gre na štart, kaj če spet ne bom, ne, to naredila. In potem te to toliko premaga, da nekako več, kar ne verjameš več, ne. Torej, moraš se iz tega nekako, ja, rešiti, ne. Nekdo ti mora nekako pomagati, mogoče kakšni prijemi, psihološki, ne vem, imamo tudi podpore, psihologinja, ne, v plavalni zvezi, pač nekaj te... To v klubu je tudi... V plavalni zvezi imamo, Plavalni ja, zvezi, pač ja. ponujajo, pač reprezentanti imajo na razpolago to sistem, pač nekdo, ki se s tem ukvarja, da ti to pomaga, ne, ker sam se zelo težko rešiš iz tega potem. Ja, ne, samo ja. tako ne moreš. Po pa je taka tista nevoščljivost, pa privoščljivost naša, ne vem, mi smo Slovenci smo tako čudni malo, no, resno. Jaz sem, ko sem bila v Avstraliji, easy going, mislim, taki so čisto res sproščeni, bolj navdušeni, ne vem. Ko sem prišla nazaj, pa res tisti šok je bil spet, wow, jaz sem kar pozabila malo, ne, kakšni smo Slovenci, ne. Res, nevoščljivost, privoščljivost, če ti nekaj ne gre, pa zakaj si nekako ne privoščimo, ne, če lahko imamo vsi korist od tega, ne. Če komu drugemu lahko pomagaš, ne vem, zakaj moraš najrajši, si ti bodi tako slab, kot sem jaz, zakaj ne bi bila boljša, ne, recimo, ne. In tega je ful, no, pri nas, res dostno. Sploh pa tako, če je neka taka družinska naveza, ko mi treniramo, Ja, seveda, ne, ne, to je mislim. toliko več pritiska Pa še. zapovedati Ja, marsikaj, ja, ne, res. veš, Tak- se kar Zakaj, ne, pač ni potrebe, ne, bi bilo dosti lažje, no, vse skupaj. Kak na svet bi si dala, ko si rekla, ne, pa sem pol nehala plavati, pa sem rekla, ja, ne. Kak na svet bi si danes dala, če bi bila na štartu, ne vem, še katerega drugega prvenstva, ali pa, kaj bi si rekla? Ne, rekla bi si, zaupaj v sebe, se pa to, kar si trenirala, to, kar imaš v sebi, bo uspelo, zato ker moraš biti prepričan v sebe, ja, absolutno. Vse sem bila, jaz pač sem zaupala v sebe, ampak nekako vseeno, dosti bolj bi lahko, še bolj bi lahko bila konkurenčna, lahko bi bila dosti boljša, no, res, ja. Če bi glava bila Ja, še bolj tako, močna. ja. Aha, okej. Kako pa izgleda zdaj priprava na neko tekmo, tako resno pri tebi? Pred tekmo, jaz zdaj pač, ko hodim, vse smo včasih se menimo, ne, pa grem sem šel bil na državno prvenstvo, mislim, to so tam mali vsi na telefonih. Če je žlik toliko, da še ne na štartu, še zadnje snepe rukne na ono stran, pa da še pozabi telefon, da ga ne da noter za kopalke. Mislim, igrice, ono, mislim, jaz nisem zdaj profesionalni plavalec, samo nekaj pa vem, ne, če glava ni pri stvari, ne moreš dati vse od sebe, ne. Kak pa zdaj pri tebi izgleda, ne, a kaj ti tudi igrice špilaš, pa ne vem, ali se s tem zamotiš, lahko, mogoče, ne vem. Jaz nisem za to, da bi zdaj nekdo igrice špilo pred plavanjem. Kak se ti pripravljaš na neko resno tekmo, ko si? Ja, jaz imam že neko rutino, Okay, kak izgleda? tako da jaz pridem, zdaj odvisno tudi od prevozov, pa tega nekje malo več kot 2 uri pred štartom pridem na bazen. To sicer na teh evropskih pa svetovnih prvenstvih, tisto je res do minute natančno, tega si lahko zračunaš, kdaj bo se to zgodilo. Zdaj na državnih prvenstvih to se lahko zavleče ali pa ne vem kaj ne to. vemo, kdaj bo začel štart. Ja. Tako da pridem na bazen, se segrejem, najprej na suhem, vse te vaje s trakom pa vse. Pol grem na razplavanje, tukaj mi pač trenerka da
trenerka mama da. Ja, lepo si rekla, trenerka, vidim, da znaš ločiti. Pač to, kaj bom plavala na tem razplavanju, da se pripravim na tekmo, pač nekaj segrevanje, vaje, noge, tempo, odvisno od discipline. Potem grem ven, se čim prej oblečem, pol dam za takajnih 10 minut dam noge na steno, lepo, včasih, zdaj pač tudi odvisno, si dam glasbo, samo zato si telefon vklopim, drugače ga ne gledam sploh, no. Pol tekmovalne kopalke gor, pa greš v call room, pa tam pač čakaš tistih 15 minut pred štartom, se še pač segreješ, kaj rabiš, pa oni te tam vse pregledajo, opremo, pa to, pa greš na štart, ne. Kaj pa poslušaš pred štartom, si rekla glasbo? Ja, včasih ne, pač odvisno, kak mi paše no, tisti dan. Nekaj, da te umiri ali da te napali, kak bi ne šel na štart? Kak bi ne šel plavalec na štart? Ono, bom rekel, ipičen, malo motiviran ali umirjen? Odvisno, katera disciplina, ne? Okay, ja, če greš kravlat 50 metrov, ima da si atomska bomba. Ja, ne, pač adrenaliniki pa to. Ja, pa če greš Pa tudi pač odvisno je, eni so bolj živčni pred štartom, eni so manj, eni rabijo malo več umiritve, eni rabijo malo več tistega, hajpa. Tako da odvisno. Mislim, če greš tavžen 500 plava, tako ne boš zdaj nakurjen tam, ne? Ja, ful nekaj, ja, ker to če ni pa greš pa kratko, 100 plavate, pa moraš biti po moje... Ja, čim bolj, ja. Pač pomembno je, da si dovolj oblečen, da te ne zebe, da ti je toplo, ne? Da so pač mišice pripravljene, da štartajo. Ja, mišice mora biti vedno tople pred štartom. Roke, noge, mišice toplo. Bolj več ti je malo vroče, kot da te zebe. Ja, itak voda je mrzla, ne. Si kdaj bila tako razočarana, po kakej tekme si jokala? Mamica, pa trenerka postala mamica? Ja, da bi postala mamica. Mislim, se tudi to, kar jaz naredim v bazenu, se odraža pač tudi njeno delo, ne. To zdaj je moj rezultat in njen rezultat. In jaz seveda po štartu, če sem jaz jezna, pa žalostna, pa ne dosežem tistega, kar bom, seveda ona ne bo zadovoljna s tem, ne. Mislim, ona mora najprej pokritizirati, pa povedati tako, kot je, kot trener, ne. Pa znaš to razumeti? Ja. Samo pač včasih vseeno, mogoče rabiš malo, pa moš malo to najprej potrpeti, da pol lahko. Včasih bi se želela sigurno, da ne bi jaz se jezila še bolj, ne, ker tako vem, da ona čuti, ampak če nekaj vlagamo, pa če nekaj delamo, ne, pa jaz kot trener vem, česa je sposobna, ne, pa potem ona tega ne realizira zaradi, ne vem, nekega straha, ne vem, česa, bilo česa. Normalno sem jezna, jaz lahko samo gledam, ne. Meni je bilo lažje, ko sem šla na štart, ne, ko sem plavala, ja. Ker sem lahko naredila. Zdaj, ko pa jaz kar naredim na treningu, ne, in pač na svet in to je to. In zdaj pač lahko samo gledam in čakam, kaj bo zdaj se zgodilo, ne. In to je pač... Res, ne. Ja, ne. Ker ti mi kričimo, pa navijamo, tako ne slišiš. Jaz imam včasih resnično mravljince v rokah, ne morem pisati, ker sem toliko živčna, ja, ne. In ne morem nič, ne, pač lahko samo čakam, kaj bo naredila, ne. Ja, zdaj, enkrat smo gori bili v Ravnah, ko smo plavali, sem prav gledal, veš, komunikacijo vajeno, ne, ko ona plavala, tebe sem gledal, videl sem po tebi, da ni to, kar si ti pričakovala. Ja, ne, to se pa tudi vidi, pa tudi ona vidi, ne, če plava sploh nekaj 1500 ali 800, ne, se lahko jaz samo usedem, ker vem, ne, da to zdaj ne bo nič kaj boljše, pač odplave to, kar imaš, ne. In pa včas sedim, normalno ona tudi vidi, da... A te vidi, da... Ja, se tudi jaz čutim razliko, plavam tako možno, ne, ja. Ok, ena stvar, a ti čutiš v bazenu, ko plavaš, da to ne bo tvoj dan, ker mama se je usedla? Ja, ne zaradi tega, ker se ona usedla, ampak zaradi tega, kar jaz čutim. Kaj? Kak? Pa pazi, pa to je stotinka, pa si, dobro, na tavžen 500, ja, pa tudi je 2 sekunde, kaj? Je veliko, ne? Na 1500 se lahko kar naberejo sekunde, to so zelo hitro, 30, 50, po pol sekunde je že 15 sekund, ne? Ampak jaz sem zdaj, ko je naš ta mali prvič plaval semi, ne, 1500 je šel do tem, pa jaz sem mislil, da me bo pobralo. Ker ne vem, moral bi plavati, ne vem, da bi prišel tista norma, ne vem, kaj že bila, koliko, po 9, ali kaj 19, bi mogel plavati med 39 pa 40, da polovi. Pa se jaz mislim, pa daj mi ti razloži zdaj, kak ti doziraš, da imaš čas na 50 ali pa na 100 nekaj, da priješ v tisto noter. Kak ti sekundo, no, ne razumem. Na treningu moraš voditi, ne? Moraš vedeti, kak je tvoj tempo. Jaz vidim, ne vem, bi mogel iti 39, pa je šel
enkrat 40, mislim, gotovo. Ne, je že šel 39. Ja. Pa kje ti dobiš ta feeling? Ja, No, to se treningu, naučiš, ja. to imaš Izkušnje. občutek. Ja. Pač tolikokrat, ne, ko treniraš, potem točno veš, ti moraš skočiti in jaz si rečem, ne vem, da moraš plavati 31, ne bo plavati 31, ne bo plavati 33, ne, ali pa 30. Tista doza je že, to se z leti naučiš, ne, zato vadiš. Ja. Dajmo še malo iti glede tega razočaranja. Ne? Se pravi, si se kdaj zjokala, ko si prišla z bazena? Sam se. Ja, enkrat, dvakrat, trikrat. Večkrat. Ja. Ja. Kaj pa si ti naredila? Ja, najprej je bila kregana, no, če je bilo Tudi res... se je jokala, se Ja. je skregala najprej. Ja, ne, mislim, nekako, ja, sej ni tako lahko, no, vseeno sem trener, ne, mislim, ja, jaz sem tudi samo človek, ne, Ja, jaz seveda, sem ja. tudi razočarana, ne, Ja, in ja. pač joj, zakaj nisi mogla tega, pač to, pa to, ne. Samo pol, ko se to vse skupaj umiri nekako, Ja, kako se zglihate? v hotelski sobi recimo, smo cel čas skupaj, ne, Ja. pač smo cel čas skupaj na teh tekmah večjih sploh, ne, ko smo same. Pač nekako pol začneš, pa to, pa ok, zdaj pozabi to, gremo dalje, ne, se tudi tisto evropsko prvenstvo je bilo, ko mogoče eno disciplino ni najboljše odplavala, kaj bo zdaj slabo, ne vem kaj sem, zdaj pa boš izklopila vse telefone, vse boš dala stran, nič ne boš brala, ker tudi novinari znajo včasih biti, ne, To grozni sploh ne- to pa sploh ne naslove, resnično. ki jih dajo, namesto da bi pozitivno nekaj predstavili, so lahko, ena stvar je lahko in dobro in slabo predstavljena in to se je dogajalo še pa še. In sem rekla, nič ne boš brala, nobenih komentarjev, ničesar in boš šla na štart in potem evo se, super je šlo in ena disciplina takšna, druga pa spet drugačna, ne, mislim, dobra. Tako da, ja, ne, ni lahko, sem mama, se bi jo najrajši, ne vem, ne, bi rekla, brez veze, nehaj, idi, A gremo ste že domov, kdaj ne. rekla, zdaj pa Sem že bila na tem, ampak to je čisto tisti en trenutek, Ajde, ne, tako, ma brez veze sploh, zakaj sploh to delaš, ne, Ja. mislim, ampak čisto iz tega, ne, vem, koliko si zmožna, vem, kaj lahko narediš, ne, če ne misliš tega narediti, nehaj, ne, ja, ne, ja. ali pa gremo dalje, pa naredi tako treba, ne. In kaj pol ti rečeš? Ne? Ja, se jaz vem, ne. Se jaz tudi vem po treningih, po vsem, česa sem sposobna, ne. Pa če tega ne moreš realizirati na tekmi ali pa ne realiziraš, kaj bom tam srečna, ne bom, ne. Ja. Ja. Koliko je največ časa, da se niste pogovarjali, ker ste bili ena na drugo malo, ne vem, jezne? Ni, to Ni, moče se kako hitro zgodi. popoldne. Neke samo, ženske se par znajo ur samo. zameriti med sabo. Ja, ne, samo pač nekako vseeno moramo komunicirati, vseeno moramo iti dalje, spet neko drugo razplavanje, še kakšen štart. Ne vem, ni za to toliko časa trajalo, po moje nismo, ne morem se spomniti, da ne bi se pogovarjali. No. Pa se Nekako kdaj- pol vse to predela, nekaj drugega začneš govoriti, kako druga stvar, pa pol te prideš spet na A se je kdaj stisnila k sebi, pa potolažila, pol tudi če je jokala? Ja, se sma, se seveda, ne. Samo pač, ja, Ja, a moš pa biti coach, ne? ja, ne. Mislim, to mi je ta z Ivico Kosteličem sem imel tudi intervju, ne. Mislim, moram še njegovega očeta dobiti, upam, da mi bo uspelo, ne. Ta dinamika mi je tako mi je zanimiva, da lahko oče ali pa sin, pa mama, pa hčerka, da si lahko trener pa oče. On je isto tako rekel, sploh nobenega problema nisem imel. Kaj je star je rekel, to sem jaz naredil. Ne. Ja. Tako da Mislim, kot nobeni ni bil trener, jed, ja, ne. ne more narediti to pač, če vseeno nekako imamo neko vizijo, pač ona je tako mlada, ne ve vse, mislim, pač ne ve vsega, kar jaz vem, recimo, ne, pač ona nekako mora slediti, no, zdaj, ko pa si nekdo začne, tudi so bili primeri, ko si nekdo začne zmišljevati, pa je tisti športnik pa plavalec, pa pač ne pametnejši od trenerja, pa moče bi to lahko, pa to pa začneš kombinirati, ko začne enkrat trener sam sebe spraševati, ja, moče to res dobro ali pa ni, sem zato verjel, pa res gotovo, no, zato ker imaš neko vizijo in da to nekako prekineš, pa ti hoče nekdo, ne vem, tudi ona, če bi meni za nekaj vsilila, da bi moče to bilo boljše ali pa drugače, lahko se pogovorimo, ampak vseeno nekako mora to priti v moj koncept, ne, ki ga pač vidim, kaj je za njo najboljše. Se ne rečem, da je, mogoče pa bi bilo kaj boljšega ali pa s kom drugim boljše, ampak nekako tu smo v tej navezi, ne, da bi se šli neke eksperimente, da bi res drastično se menjalo, lahko je to dobro, lahko bi pa bilo ne, Pa dobro. ste kdaj mislim, se čisto pogovarjali ne. o tem, da bi rekla, ne vem, mama, kaj pa če mogoče bi trenera zamenjali, pa mogoče bo kaj drugače, ali pa še boljše, ali pa a si ti celo mislila, če bi imela drugega trenerja ali trenerja? Jaz mislim, to, koliko smo zdaj sodelujemo, pa če ona je odrasla ženska, zdaj že nekako na našem tem področju
ne Težko. vidimo trenerja, ki ja, bi ja. lahko naredil kaj boljše. Če pa bi recimo, videla, z njo, pa ne bi imela problema. Ne, da ne bi imela. Ne, Ti? nimam. Ja, mislim pač drugačen način dela, pa vse bi se moglo spremeniti. Pa Pa to bi ne, bila pripravljena za to? Ne bi bila mogoče. Ha? Ja, Bi? ne vem, odvisno veš, od če bi bilo okoliščin. treba, Ne, ja. Pač nikoli ne veš, Ne veš, kakšen ne, kak je, rezultat, ne, lahko je dobro, pozitivno, to nekako gre, ne, pa je šlo, Ja. ne, tale najna zgodba. Zdaj pa, če bi pa to zdaj vse Da se menjali, Je vprašanje, večji ne, pri tej riziko, kot starosti, pa- ja, ne, je, ne. Ja, večji Zdaj z rizik. nekimi moče malimi vložki ali pa s čim, da bi se Ja, nekaj izboljšalo, da bi sugestijo, kako. nekdo nekaj pomaga, kakšna prehrana, te stvari, absolutno, ne, rabimo pomoč, Ja, zato ja, ker ja. ne vemo vsega, ne znamo, ja. valjda. In pač, če so ljudje strokovnjaki na svojih področjih, ja, lahko pomagajo izboljšanje drže, ne vem, kakšne vaje, ne vem, druge, ampak cela ta zgodba pa nekako ravno za, po moje, no, ravno zato štima, pa gre naprej, pa je šla, zato ker pač smo celostno, ne, pokriti, pa nekako verjamemo obe v to. Dobro, ti si zdaj vrhunska plavalka, drugače pa tudi šport je sigurno, jaz mislim, da je ena taka dobra distrakcija za mlade, sploh danes v tem digitalnem svetu. Ne? Kaj recimo so vrednote, katere bi lahko vsak otrok dobil, če se ukvarja s športom? Kaj misliš ti? Ja, absolutno. Jaz bi dala čisto vsakega otroka v šport. Pa ne zato, da bi zdaj res bil neki vrhunski ali pa naučite marsikaj. No. Takrat rečejo, ok, športniki, samo šport, pa potem greste v službo, pa nič ne znate. Ne? Ampak to je tako res, v bistvu kar malo žalostno, no, da tako razmišljajo določeni ljudje, zato ker imaš organizacijo, moraš kombinirati, moraš se znajti, vse živo se naučiš v šport ti da marsikaj. Jaz bi 100-krat šla skozi isto življenje, pa tudi ni bilo lahko nikoli, pa jaz nimam nič od tega, iz športa, nisem bogata, nisem zaslužila, nisem nič iz tega, ampak način življenja, ne vem, miselnost, moraš kombinirati šolo, šport, tudi če se ti kaj zatakne, ampak samo nekako moraš vse to iti skozi, pa nekako izvesti, pa narediti in kaj te bo naučilo boljše kot to, ne? Jaz to, ko ste rekla, nič nimaš od tega, to veliko krat slišim te komentarje, ne? Pa tudi sam sem kaj rekel, ne, mislim, če tako gledaš od plavanja, pa res ne poznam multimilionarja, ne, razen Michaela Phelpsa, recimo, ker je biznis naredil, ne. Veš, ko primerjaš, oni so pa nogometaši, ne, tega ni, ne, zdaj zakaj tega ni, verjetno, pa jaz mislim, da je mnogo bolj popularen šport biti, glede na to, kako se te ljudje mučite tam po bazeni, samo medijske pozornosti, očitno je premalo, ne. Zelo malo, nekako ne vem, kot da ni zanimivo, no, pa se gledaš tisto plavanje, ampak kaj pa vem, ne, pač. Ja, pač pridejo olimpijske igre, pa sta plavanje pa atletika najbolj gledana športa. Je pa sta najbolj, to pa je dejstvo. Ampak vmes, med tisti 4 leta vmes pa nič, ne. Ampak tu imaš prav. Ja. Se pravi, če sem gledal olimpijske igre, veš kaj sem gledal? Tek na smučeh. Tek na smučeh in to, kaj je, no, kako se reče, ta dolgo. Ja. 40 ali koliko imajo, kaj imajo, ne vem, kako se reče, no, ni maraton. Glavno ta dolga, jaz sem lahko bil 3-4 ure, pa sem gledal, tam pa res nimaš kaj videti. Samo to, ampak meni je bilo to, da jaz sem gledal pol do tistega finiša, da jaz prijem, da vem psihologijo, kako se gledajo pa tam, ne. Tako da, to mi je fascinantno. Pa plavanje sem gledal, ne, čeprav me sploh ni zanimalo. Ker mi je bilo, psihologija mi je bila zanimiva, ne, kako ljudje stojijo na štartu, kako so fokusirani, pa kaj se mora v njih dogajati, da mislim, ker mora biti noter v tebi, mora biti neurjen, veš. Zdaj, kako to potunkati takrat, ne, sicer skočiš v vodo, ampak mislim, da vseeno je to en koktejl čustev, ne. Veš, kaj pa ti praviš, ne, kaj pa si se ti recimo za tvoje življenje naučila iz tega športa, ki ti bo kasneje tudi življenje lahko pomagalo? Ja, tako kot je rekla, ne, neko organizacijo, pač to, jaz sem vedno mogla kombinirati šolo pa plavanje, pa sploh v srednji šoli, jaz sem imela ne vem koliko upravičenih ur, sem bila odsotna šolskega leta, to sem mogla vse naknadno, pa pač pol, ko delaš, jaz sem pol delala izven mojih
sošolcev, ne, zato ker nisem mogla v enem šolskem letu vsega narediti, ne, ker sem toliko manjkala, da tudi profesori ne morejo toliko individualno biti z mano. Ne. Čeprav sem jaz hodila na drugo gimnazijo v športni razred, tam so še imeli posluha za mene, tam športni koordinator res je pomagal, da sem jaz pač sploh lahko naredila srednjo šolo, ne. Zato, ker je bilo to res treba organizacije, pa potem sem pač med počitnicami hodila pisati teste, pa potem, ne vem, tista 2 meseca pa pol, ko sta poletnih počitnic, sem pač šla pisati test, če je bil kdo tam, ne. So mi tudi to omogočali, pa so bili pripravljeni, da so mi pomagali, tako da sem jaz res mogla kombinirati, ne. Pa tudi pol nekdo tu niti ne toliko nekdo pritiska na tebe, da zdaj moraš ti test pisati. Ampak pač ti moraš sam neki rok postaviti, zato da boš to naredil, ker več ne boš naredil. Ne? To je še hujše. Zelo težko, ja. Ja. Kot pa če si tam ti 6 ur v šoli ali pa 8 ur, pa pol veš, da boš pisal, ne? Ja. Ti pa se moraš zdaj sam organizirati, da boš pa tudi pač jaz sem se večinoma sama naučila vsega, ne. Nisi poslušala, ne? Ja. Nisem mogla redno v šolo hoditi toliko, tako da sem mogla vse večinoma sama predelati, pa so mi pač tudi določeni profesori lahko pomagajo, eni mogoče nočejo, ne. In pač potem se moraš ti naučiti, da greš pisati test, ki je pa isti, kot so ga oni imeli, mislim, isto zahteven. Pa tudi matura, ki sem jo naredila, je bila ista za vse, ne. Ni bila za mene lažja, zato ker jaz nisem hodila v šolo, ne. Tako da to pač moraš vse sam narediti, zorganizirati, pa tudi, kot sem prej rekla, ta vztrajnost, pa to zdaj, to lahko jaz tudi recimo zdaj, moje življenje je plavanje, bolj kot ne pa nekaj dodatnega šole, ne. To da zdaj jaz težko rečem, kaj bom zdaj jaz bolj delala, pa to ne. To me se sem tako vprašala, kaj je vidi se, kje se. Ja, no, ampak pač to, jaz sem tudi v šoli recimo skozi htela imeti 5. Tudi tam pol neko odličnost ali pa neke rezultate, ne, od sebe zahtevaš, pa to, ne, tako da tudi pol se iz plavanja je tudi to tja preneslo, tako da verjamem, da bo pol tudi, ko bom enkrat zaključila s plavanjem, da bo tudi v službi tak, ne. Jaz sem pripravljena delati, vem, kaj moraš narediti, si zorganiziraš čas, pa imaš neke cilje, ki jih pač hočeš doseči. Ja, po moje rinila boš že, ne, dokler ne boš kaj naredila, ne, če si... Mislim, to absolutno nekdo, če bi znal prepoznati, bo rekel, ta punca je bila vztrajna, disciplinirana, razočarana velikokrat, ne, padla se mogla pobrati, ne, in to nekaj, kar jaz mislim, da znanje oziroma spretnosti, to se lahko naučiš, nekaj se lahko naučiš, ne. Bolje je problem, jaz vidim, pri zaposlovanju najti osebo, ki ima prav naravnanost. Ja. Veš, ta zmagovalno naravnanost, boril se bom, do konca bom šel, vztrajal bom, potrpežljiv bom, učil se bom, napredoval bom, ti pa si že tak ali tak imela to, ne? Ja. Že imaš, ker moraš za 100 garati 1 leto, ne? Ja. Veš, to je potrpežljivost, ne? Danes so pa mladi, ker malo nepotrpežljivi, ne? Zelo, ja. Je tak, Ja, ne? ja. Tako da zdaj ne veš točno, kaj je še ene olimpijske igre, kak imaš to v glavi zložen Ja, plan? vsaj še ene, ja. To pomeni, kje so zdaj naslednjič? Los Angeles. Los Angeles. Ja. To so pa kdaj? 2028. 2028, ja, dobro. Ja. Še 3 leta. Pač super je, no, da omogoča, če imaš ta mednarodni razred, če si na neki vrhunski športnik, da ti omogoča Olimpijski komitej Slovenije tole zaposlitev, ne? Kje si V javni zaposlena? upravi, ne? A ti zdaj Jaz sem nisi- na finančni upravi, ja. Drugače pa ponuja finančna uprava, policija pa vojska. In če imaš tole, če se res uvrstiš, če ti to se ti podaljšuje, ne, dokler imaš pač ta mednarodni razred status, potem imaš od česa živeti, lahko treniraš normalno, pač ti to zagotavlja. Če pa tega nimaš, je pa tudi dosti takšnih športnikov, ki so vrhunski, ampak pač ne po nekih kriterijih, ne vem, neolimpijska disciplina, ne vem, takšne stvari, se ne morejo zaposliti. Še slabše. Ni variante, ne, ni možnosti, da nekako treniraš normalno, redno sploh plavanje, ne vem, za druge športe, koliko pač je treba vlagati, ne moreš preživeti, moraš se Nekaj delati, ja. ja, moraš iti nekaj delati, ne. In potem si takoj prekrajšano. In tale malo premali procent je tega, no, da to omogočajo športnikom v Sloveniji. Ja, ja. Ja. Kaj pa bereš, kaj? Kaj te zanima? Ja, tako, kakšne kriminalke bojo ali pa nekaj Ja, takega. da se zapolniš malo možgane, ali kaj? Ja,
pač nekaj je treba tudi vmes na tekmi delati, tudi zdaj, da samo razmišljaš o tistem štartu ali pa o tem, koliko se pričakuje, kaj hočeš narediti, pa to se ti lahko zmeša pol, ne. To moraš nekaj drugega še zraven delati, ker drugače je čisto preveč vse v eno. Kdaj ti hodiš spat zdaj? Ja, tako Po kateri uri? 9:30. Že greš? Ja, drugače ne bo dovolj, če se ob 5 zjutraj Koliko rabiš zbudiš, ne. spanje? Ja, 9. ja, tako 8 ur. 8 ur bi mogla. Ja, fajn, ja. Zdaj jaz, hvala Bogu, ker pač se ukvarjam s plavanjem, pa imam to službo, tako da pač jaz vmes med treningi poskrbim za to regeneracijo, jaz grem tudi spat, ne. Vmes. Ker drugače ni šanse, da zdržim celi teden, ne. Tudi sploh to zbujanje zjutraj je ful naporno, ne. Jaz od ponedeljka do sobote imamo trening, v soboto zjutraj imamo doma, ko smo zadnji trening, jaz po tistem zadnjem treningu, če cel teden res treniraš, 3 ure lahko spim, ne, popoldne, pa pol se malo zbudimo, nekaj pojem, pa grem zvečer spet spat, ne. Tako da to je ful pomembno. Pa si še mogla učiti. Pa sliši mene, da se nima časa učiti. Ti si zjutraj že 3 ure treninga oddelala, pa si se mogla iti učiti, ne, pa pol še te popoldan čakati spet, ne. To je bilo tudi, kar se pač plavanja tiče, mi res imamo 2-krat na dan treninga, že v osnovni šoli, pač tudi odvisno sicer od starosti, jaz sem začela že v osnovni šoli, in pol, ja, mislim, zjutraj se zbudiš, greš na trening, po treningu greš v šolo, si v šoli in pol greš spet na trening, ne. Pol pa eni pa so samo v šoli, pa se nimajo časa učiti. Ja, pa. A tebi je bilo kdaj žal, da si vrgla mladost stran v bazenu, ali pa si ti kdaj o tem razmišljala? Sem rekel v narekovajih, ne, ker Ben je rekel, bila sem 6 ur na dan v bazenu, kaj bi kaj lahko delala v teh 6 urah vse? Hodila po Mariboru, na pijače, na kavice. Niti si ne predstavljam, kaj bi bilo, zato ker pač to je način življenja, ja, in pač to je to počnem, ne. A imaš kolegice, tako ti reče, pa kaj si tako čudna? Daj pridi malo ven. Iskreno, Gremo malo kolegici ven. bolj malo, zato ker Nimaš, ni ne. bilo, ne, tako da bi res, ja. Nisi ni bilo časa. Jaz sem tudi že v šoli, ko sem bila, sem skozi pač trening, mislim, tu za rojstni, ko si toliko mlajši, rojstni dan boš prišla na rojstni dan. Ja, ne bom, ker imam trening, ne. In pol tudi, pa tudi takoj, izpadeš iz tega, ne, ja. pa tudi iz treninga priješ takoj v šolo, pa si v šoli, pa greš spet takoj na trening, ti se nimaš niti toliko časa družiti ali pa kaj. Ostali čas sem se mogla učiti ali pa pač za šolo delati, ne, ni zdaj toliko časa ostalo, tudi ne. Zvečer tudi ne, zvečer greš spat že. Pač kje pa bom zjutraj šla na trening, ne, še. Pa ti je rekla katera kolegica, da si smotana, da nisi normalna. Ja. Pa so pač že užaljene, ne, pač nimaš časa, ne, za nič, ne, pač kaj bom s tako kolegico, recimo, ne. Kaj je pritisk staršev v športu, zdaj pač glede plavanja? V nogometu ga slišim je ogromno, ne. Starši so glavni trenerji, navijači na tribunah, ne. Tu zdaj, a je to tako prisotno, tu nisem toliko opazila? Mislim, vse kdo kaj poskuša, ne vem, jaz za svoje plavalce, ne, pač jaz mislim, da imam jasne meje, no. Zdaj, ko prideš v mojo skupino, pač jaz sem trener, jaz določam, kaj bo kdo plaval na tekme, prijave, ne, pač imamo pa tudi to, da pač kdo hoče si kaj svojega prijaviti, ali pa ne vem, jaz bom pa to plaval. Pač v moji skupini načeloma to se ne dogaja, no, razen če res kakšna brezvezna tekma, brezvezna, da ni tako pomemben rezultat, da pač nekaj drugega probaš, nekakšne troboje, neke tem manj vredne tekme, tam lahko. Zdaj, seveda, smo tudi že imeli, da so pač plavalec odplava na tekmi, najprej bi mogel priti k trenerju, da ti trener pove, kaj si naredil, kak je bilo, kaj lahko izboljšaš, kaj je bilo dobro. Nekateri grejo k staršem najprej, ne, da se zmenijo. Pač to jaz tudi poskušam spet, ne, na začetku, no. Jaz sem trener, jaz vodim program, ne, pač jaz sem strokovnjak za to, starši pa so lahko na tribuni, ne. To se vi lahko doma pogovarjate, pa še to pač probajte, ne zdaj nekaj drugega početi, no, ne, kot pa pač mi na treningu počnemo, ne. Zato, ker če ne verjameš trenerju, potem bezljaš okoli in potem je lahko karkoli, no. Mislim, nekomu moraš zaupati, ne, nekdo te mora voditi pač v takšnem športu. Če hočeš neki rezultat, ne, če se hočeš izboljševati, vsak na svojem področju, ja.
Na začetku sem rekel, da sem slišal, da si baje najbolj stroga. Ne? Ja, Ja. tako pravijo. A to si ja. slišala? Sem A ti slišala, tudi? ja. Ja, zdaj pa mene bolj zanima, jaz sem pa rekel, mogoče pa ni ona najbolj stroga, mogoče pa bi drugi mogli biti bolj. Ja, to je. Ja, Kaj pomeni biti strog, ne? Ja. Ja, telefone pobere, ne? Ja. Sem rekel, a res, prvič slišim, kak fajn. Vsem bi mogli Ja, to smo res, enkrat lani sem prakticirala, sem jim pa res vzela od kosila do popoldanskega treninga. ker ne znajo. Ne znajo se spočiti, ne znajo odložiti to in potem ni regeneracije in potem kaj bomo delali na treningu. Ne? Pač, če smo tukaj, če nekdo, pač starši vse financirajo, danes pač ti noben nič ne plača, nekdo ti je to dal, da si lahko prišel na priprave, recimo, ne, je mogel delati za to še pa še, ne, pač če si ti tukaj, vloži to, kar imaš, ne, naredi to, kar lahko ti sam narediš, ne, Ja, mislim, za sebe. a veš, Naško je šel prvič na državno prvenstvo, zjutraj smo ga pripeljali, ne, tja, je skočil v vodo, odplaval tako, kak treba, ne, naredil svoj rekord, gremo domov, v soboto, pač nismo bili tam, ne, v soboto je skočil v vodo, je plaval 5 sekund počasneje od osebnega rekorda na treningih, ne, nekaj ni vredno, ne. Voda je bila baj topla. Ne. Pol je že celo na štart zamudo, ne. Ne, pa se vprašaš, kaj ste pa delali, kdaj ste pa šli spat, ne. Ja, pa se nismo in pol čez nekaj cajta pa te lepo pove, da so pa se bolj ukvarjali s telefoni, ko pa z bilo čem. In potem, ko smo šli, ne vem, poletje na državno prvenstvo, ne, zdaj jaz tebi ne morem jokati, ne, ker ti tako se, bom rekel, če lahko rečem, žrtvuješ, ne, se ne morem reči, a se jaz žrtvujem, ker jaz sem letošnjo leto, ne, lansko leto se pa žrtvoval, ne, mislim, moram čisto pošteno povedati, niti v sanjah si nisem predstavljal, da bom meseca julija v Mariboru, ker od leta 2008 sem na morju 2 meseca in zdaj moram jaz, nekdo mora biti, ne, mama je pač rekla, veš kaj, ata, tebe celo leto ni, pa si tam, jaz 23. grem na Pag, vidva pa, če hoče mali plavati, se pa zmenta, ne, in sem jaz to, bom rekel, resno vzel, ne, veš, ono, sem rekel, vrejo, ne, pač sem si tak mislil, bo pa zdaj to priložnost, da se midva pa povežemo, ker pa res smo premalo skupaj, ne, in je bilo res je bilo dobro, če bi tako povedala, mislim, nismo bila v enem mesecu pa pol nikoli skupaj, ni celo leto toliko, ko smo bila, ne. Pa smo skupaj kuhala, pa sem mu pripravljal, pa je on meni pripravljal hrano, če sem jaz skočil službo, pa tako dalje, ne. Pa neka rutina glede, pa, ampak veš, pa da boš 5-krat na dan jedel, pa pretekmo. Jaz sem bil že toliko noter, veš, da sem pa mislil, če pa zdaj zajebema, ne. A veš, da zdaj pa mali zamudi, pa veš, da ne bi se dovolil, da ma zaspala, ne. Pol sem še rekla, ne bom šla, ne boš za klubom spal, ne, za temi fanti, ne, ker ne želim riskirati, ne, pa smo sama še v apartma vozila, ampak kaj sem videl, ne, dobesedno je imel res rutino. Plavanje je bilo konec, v avto, domov, hrana, pojedo, v poslo, 1 uro spal, ki bi spal on tam, mislim, ne bi spal, ne, se vstal, je prišel tja, je bil koncentriran, ne, zdaj ko grem na državno, ata, dajmo skupaj, sem rekel, ne bomo, ne, zdaj te pa moram videti, ne. Zdaj boš pa mogel pokazati, da vim, če si se kaj naučil, ne, disciplino imaš, hrano si boš pripravil, zdaj pa na tebi, a boš se tam igral, a boš po noči igral na telefone, ali da vam bojo pobrali, jaz ne vem, znajdi se, da vidim te, kako boš reagiral, ne morem jaz zdaj pa znam tebe biti, pa te ujčkati, pa pestovati, ker boš pa mogel, ne. Tako je, preko slej pa bo treba, ja. Boš mogel, ja. Tako da, če tega starš ne naredi, to pač v našem primeru trener naredi, ne. Mislim, tako da v naši skupini, ne, pač vejo, kako je treba, ne. Zdaj, seveda je pol to na njih, če oni grejo v sobe, bojo ali pa ne bojo, ne. Ampak sam se veš, kak je danes to je težko se opreti tem igračkam. Ja, res, ja. To si pa malo čuden pol, ne. Ja, ne, pač jaz jih opozarjam že na bazenu, na tekmi, če smo sploh pospravi telefon, ja, pa se zdaj gledamo samo štartno listo, pa to, okej, pogledaš, ma ne reč 100-krat je pogledati, saj zaživeš, ne, kako gre, ne. Lahko tudi jaz pogledam, ne, če je treba pravočasno, kdaj točno se razplat, kaj se razplat, pač to je trener odgovoren, ne. Tega mogoče malo manjka pri določenih trenerjih, ne, tega nimamo, ne. Pač vseeno jih je treba usmerjati in jih je treba voditi, no da pač
morajo točno vedeti, kdaj iti z vode, kdaj v vodo. Neka rutina, neka, da pač te že bodo odplavali ta svoj najboljši rezultat, ne, zato smo tam, ne. Ja. Pa si čuden, ja, tako je rekla, ne. Ja. Pa si pa strok, pa Ja, ne ni vem, to, kaj jaz, vse, ne, ampak pač... jaz mislim, da je to čisto normalno, tako bi pač moglo biti, ne. Če gre se nekaj resnega, pol, tako kako se reka, daj vse od sebe, ne. Pa ne, da si tam prisoten, te odplave, ne, če se ti reče 6 km, koliko kilometrov na teden odplavaš? Pol? Ja, 6 9 ali pa 10 krat. Si v vodi? 6, Ja. ja. 60. Do 60, ja. Kdaj je to Metka tisto prelomna točka, ko začneš iz, ne vem, 3 km na dan? Kako to gre? Ja, Iz 3 na... postopno, ja. Ne. Ampak tako bom rekla, pri nekih kadetih pa to, ko si že, ja, ne, moraš začeti trenirati, ne vem, 8krat na teden, moraš začeti pri 10 letih, do 12. Ne. Pač to, da si v vodi, da imaš tisto, da si konsistenten, ne, da ti nekako ne zmanjka. Ker odplavanje je taki šport, v vodi smo, ne, je čisto neki drugi, ne, ambient, mislim, druga sredina je. In potem ti, ne vem, te punce ne plavajo 3 dni in že izgubiš občutek, že moraš, ne, ti moraš biti, ja, ne, 2 tedna med poletnimi počitnicami, lahko vse začnemo znova, ne. Tako nekako velja, da en teden ne plavaš, 2 tedna rabiš, da prideš nazaj, ne. Mislim, enkrat več, ne. Torej, ni se zaigrati, če ne, res nekaj pač delaš, pa želiš. Ja, se vidim, Ja, mi ne ja. moramo zdaj kar tak kam na dopust. Ja, tako, Pa no. tudi treba se je naplavati dovolj hitro, ne? Ker vseeno, kot je rekla, najprej se moraš naučiti sploh pravilno plavati, pol se moraš pa naplavati, zato da lahko na to pol gradiš Na to, neke ja. rezultate, da Ja, imaš še. neko bazo narejeno, da pol lahko gradiš Ja, ne, rezultate. In tako. zdaj to nekako, v moje generacije smo šli postopno, to pa smo imeli to, ne? Smo zgradili to bazo, ne? Zdaj pa je nekako tega vedno manj, pa se jim ne da, pa ne, pa mislim, recimo jaz pa se spomnim pač, jaz ko sem plavala še z, ne vem, 2 fantoma takrat, kot sparing, mi če smo imeli, ne vem, 5 km 800, ne, smo mi vedno šli do 6, zato da je bilo Še malo 6, več. ne, ja. Da Zato, bo ker pač okroglo, ne ja. vemo tisto, ne. Pa redko kdo pač Bi šel. ne. Ja. 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 Meni 2, 3 pa smo bili, pa smo pač šli, ne. Pa smo neki tisti rekord mogoče hteli pač do neke mere, pol, ne vem, si 6 km naredil, zdaj bomo pa rekord naredili, ne vem, 6,5 ali pa ne vem, ne. To pač moraš narediti, ne. Če ne pa pač... Pač moraš graditi, če imamo temelje, hiša tudi gradiš na temeljih in potem lahko greš gor, ne, na rezultat. Če pa imamo ozke temelje, da nimamo teh kilometrov, da nisi v plan, ne boš mogel toliko priti visoko. Kdaj pa vidiš ti, da je nekdo bolj, ajmo reči, za dolge razdalje, taka kot Katja, ali pa, mislim, ali konstitucija, že eksplozivnost? Malo telesna Kdaj začneš zgradba, pa- ja, vse se vidi, no, vse se kar vidi, da pač odvisno od telesne zgradbe, ja, pač od razvoja vsakega posameznika, kako hitro se razvija. Eni se zelo hitro razvijajo, pač fantje običajno kasneje kot punce, tako da punce začnejo prej plavati hitreje. Nekako vidiš, da kdo je eksploziven, vidi se na treningu, vidi se po nekih serijah, vidi se pač, če nekdo začne, pa ne more pač razviti brzine, veš, da ne, pač je bo za dolge proge, ne. Če pa je nekdo res eksploziven, lahko pa ne, odskoči, potem ja, ne, bolj šprinter. Ampak dokaj so toliko mladi, postopoma, tudi kar nekaj časa, ne, je treba vseeno pri vseh razvijati to aerobiko, dolge proge, da, tako kot je rekla, da si čim bolj naplavan, da lahko potem vedno lahko greš na krajše, ne, na bolj močno, na hitrejše. Ki kravlja na 100 ali pa na 200, je boljš, da tako, se ja, ne pač treni. tiste trening rabiš, ne vem, za drugih 50 na 100 metrov, recimo, da prideš nazaj sploh, ne. Ker tista eksploziva res traja kratkotrajno, ne, kratek čas, 50 metrov, ni tako težko odplavati, mislim, pač moraš biti eksploziven, ne, ampak treba priti nazaj tudi, ne, tudi 100 metrov rabi tisto neko, ne, aerobiko, dolge proge, dolge treninge, ja. Katera disciplina je najtežja? Meni pravijo tam mali, da je 200 skoraj najtežja, ne. Ker relativno moraš hiter biti, ne, šprintati, ampak vseeno pa ni 50 metrov, Ja, ne. ja. Ja, ne vem, jaz bi rekla, da je vseeno 1500. 1000, ne. Če res odplavaš, mislim, ker to je 1500, to moraš 15 krat 100 plavati, kar se da hitro, ne. Mislim,
če ti plavaš neki taki tempo, kjer se ne mučiš, ne bo tako težko, ne? Ampak če ti 1500 odplavaš, je to še pa še matranja dolgo traja, pač to matranje je, ne vem, 15-16 minut dolgo, ne? Ja, tebi, Tako da, no, Ja, ali pa še več, ja. Ja. Torej, to so že mravljinci v rokah, v nogah, to je že vse, ne. ja, To je to res mislim, dolgo na trajno, 1500 prideš, mislim, vmes plavaš, prideš do nekega zida, moraš iti čez ta zid, pa še zaključiti dirko, ne? Tako da, če res odplavaš tako treba. Nisem to razumel, ne, zato ker naš ta mali, on bi rajš plaval 1500, kot pa 50 pa 100. Ja. Samo 1500, da je, umiri se malo, znaš, zdaj 1500. Ampak, mislim, govoril je, da je plaval, da mu da tu me počela skoraj, rekel. Ja, Ne. ja, ja. Ampak očitno uživa, raje plava dolge, kot pa kratke. Ne more toliko sebe dati v tisti Ne, kratko, ne, ne, ja, disciplino, ja, ja, ne. ja. Jaz sem lahko plala Ti pa 50 si krogov, me- pa 100, pa ne, je to bilo to, ne. Zdaj pa nekdo pa pač ne, se mučiš pa vse, ampak veš, da nekam. se lahko daš, ne, več, da lažje nekako, ne, prideš do nečesa, da, ja, v tem daljši disciplini, Vse, ne. ko so mladi, je boljše, da plavajo te daljše discipline, ravno zaradi tega, ker je rekla, tako kot je rekla, da pač se naplavaš, ker nekako, ko si tako mlajši, ali plavaš dolge discipline, ali pa plavaš prsno, ne. Drugega skoraj da ni, ne moreš, redko kdo bo rekel, da jaz pa zdaj 50 krav plavam, razen Ja. tisti, ki so res razviti, Ja, že ja, pa ja, že ja. imajo neke mišice. Ja. Tako da, do takrat je to treba, pol pa se že začne, ne, jaz recimo, če bom plavala s 50 krav, jaz bom v teh 50 metrih dala maksimalno, kar lahko, ne, ampak moje telo bo v 50 metrih plavalo v bistvu progresija, ne. Nika te šiba na 50. Ha. Me ne, ampak je bolj eksplozivno. Bolj- Tako ja, ja. 25 recimo, Ja, To s- lahko jaz- plava ja. hitreje, ja. Aha, Ja, ja. Nika. Ja. Ja. Ja, ja. pač Pač ne more toliko, no, toliko, nima te Nima, jaz eksplozije. ne nima morem, teh mišic. jaz ne morem Ja, od prvega pač, ja. metra dalje že dati tiste eksplozivnosti, da Ja. šprintam od prvega metra dalje. Mislim, jaz sem plavala, kako bom lahko, samo preden bom jaz prišla do tega, ne. Ja. Ja, pač če bomo zdaj z Niko plavali, recimo, ne vem, 4x25 max, bo moja vsaka hitrejša, njena bo pa vsaka počasnejša že, ne. Kar sta Kar se se pa- kak- sprazni, ja. Kar sta pa vi dve, glede konkurence, pa kje je boljša, imata komunikacijo v tej smeri tudi. Pa, ja, mislim, tako nekako se plavamo različne discipline, se mi zdi, da je to boljše, Boljše, ne. kot da bi bile tekmovalne ena z drugo cel Ja, čas. ta bi bila močna, ne. Ja, to je res, da moraš direktno sploh tekmovati, pa tudi ona 2 leti mlajša, tako da nismo bile niti v kategorijah, Ja, nikoli ja, skupaj, ja, ne. Tako da to je bilo v redu. Je pa njej bilo sigurno težje, zaradi tega, ker sem pač jaz dosegala Seveda, neke rezultate, zdaj pa pa še pa ona. rečejo, zdaj pa, mislim, pa se pričakuje, da bo še še bo, tudi ona, ja, ne. ker je Skozi pač- ta neka pričakovanja, Iz pa istega, to, ja, ja. tako je, zelo je težko, no, potem te avtomatsko, ne, si tu nekje zadaj, ne, nekako hočeš dohajati, pa prihajaš bliže, ampak gre nekdo naprej, ne, in potem si vedno malo zadaj, ne, in je to tako še več psihičnega pritiska, ne, jaz moram zdaj nekaj narediti, ne, jaz moram zdaj, vsi pričakujejo, vsi me gledajo, ne, in je dosti težje bilo za njo, kot pa za njo, recimo, ne, ja. Koliko so ta pričakovanja lahko negativna, pa tudi pozitivna, neko sem reči, pričakuješ, da lahko, da boš, koliko pa lahko, kje je ta meja, da potem pa pogoriš, ne? Hitro, prej pogoriš, kot pa če se sedeš, kot pa da greš nekako naprej. Mislim, moraš biti res zelo močan, no. Pa se dosti s sabo ukvarjati, ampak to pride poznaje, ko si starejši. Nažalost, ja. Zdaj, ko sem parkrat bil tak na teh trobojih, pa to sem kar par fantov pa punc dolažil, moram reči. No. Ja, ja. Veš, verjamem, da. skočil v vodo, pa mu je očale dol padla ali pa nekaj, ne, pa prišel, ne veš, kak so se eni jokali. Ja. Tako froca, mislim, jaz sem, veš, jaz nisem ga prvi sem videl, le pridi se, malo daj, no, pa daj, pa zdaj pa naslednjič bo, ne, pa vidim, da me pa potem čez 6 mesecev prepoznal na državnem prvenstvu, pa prije k meni, pa ono, pa, tako da, zdaj, ko sem bil gor z sinom na državnem prvenstvu, moram reči, da sem za vsakim, ko je šel plavati, kot da sem bil v vodi noter, ne. Ja, Ene punce so velike razočarane, so se jokale in prav bolelo me, ko sem jih videl, ne, koliko je ta povezanost z nekim rezultatom, hočeš ga doseči, pa pol ne. Ni lahko, ne. Ja. Zato je mogoče tudi pač ona kot trener res
moraš ta pričakovanja, moraš jih usmerjati, ne, tako kot je rekla, zato da že kot ti, ko rezultate dosegaš, ne, da nisi zdaj še z njene, z trenerjeve strani, pa od vseh iz kluba, pa iz reprezentance, ne vem ki, pa si ti si pa najboljši, pa si tu gori, ne. Ona je pač skozi vodila s tem, da kaj si naredila, si otvorila osebni rekord, kaj se da izboljšati, ne. Da ni bil noben rezultat zdaj, zdaj so pa super, ne. Mislim, vse si vesel pa to, ampak nekaj pa še to bi še lahko izboljšala. To je mogoče bilo težje, ne, mati, pa mislim, mama pa trener, ne, pač kot trener jaz moram jih malo bremzati, ne. Nič takega še ni to, ne vem, ne, mislim, kot starš jih moramo spodbujati, super, ne, mala dva sta zdaj šla dvojčka na tekmo prvo, ne, sta pola, je bilo to za njo, ne, 6 let sta stara, ne. Ja, to sem te hotel. Ja, ne, zdaj pa pač, kot pa trener, pa pač počasi, ne, pa moče se komu to zdi, se nič ni vredno, ne, v bistvu ni res, ne, ampak malo moram razmišljati tudi za naprej, za te kasnejše rezultate, ne, da ni še, zdaj, vseeno pa niste še nikjer, ne, če gremo naprej počasi, ne, izboljšaj malo, pa bo že dobro, ne, pa je okej, ni pa zato ne vem kaj vrhunskega, ne. A dvojčka sta, zdaj, Ja. 6 let sta. Ja, ona dva bo ta pa imela delo med sabo. Ja, pa tudi tako smo rekli, se morate znati plavati, no, ampak sta tukaj zraven z mano, cel čas z nami, kaj pa bo, v plavanje, ne, in zdaj nekako so nekako, idita provat, no, ker to je toliko v njihovih očeh, ne, tekma neka, ne, seveda, kaj bo to je dogodek cel, ne, vsi njo gledamo, ne, in je to zdaj neka taka spodbuda, tudi plavanje, Ja, je pozornost, ne, veš, ona da bi tudi rada bila opažena. Ja, to ja. Tako vi dve, ne, veš, ona vidi, da verjetno, da je mama ponosna na svoje hčerke, kakorkoli že. Ja, pač tu rasteta s tem, pač plavanje, ne. To je čisto logično, ne. Boš njo je tudi trenirala? Ali boš To zaključila sem že prej imela, trenersko kdaj bo kariero? ta prišla k tebi, kdaj misliš, sem tako, že v skupini. upam, da ne bom jaz tega bom prišla. dočakala, jaz bi ne bi bila A pač. ona bi prišla k tebi, sta rekla? Ja, seveda, absolutno bi, ne, ampak se pravim, že od drugih tak, nekako misliš, kako dolgo bo ta polna dvorala, da prijeta do tebe. Iskreno, jaz upam, da ne bo ta prišla do mene, ker jaz ne bi se toliko časa ukvarjala s plavanjem več. Kje se pa vidiš, imaš kaj v življenju, še kakšne druge cilje? Ja, jaz bi še kaj drugega reči delala, kot pač bila trenerka plavanja, oziroma mene bolj zanima ta motivacija otrok, no, gledam jih, zelo dosti je debelih otrok, ne vem, nimajo želje, nimajo volje, tako smo se rekli že, telefoni, ne vem, vse, nekak telesni razvoj, neka spodbuda, neka motivacija, no, da pač jih malo drugače vzgajamo, starši vsi skupaj, no, da neko smer jim moramo dati, no. Vseeno morajo biti v športu nekaj morajo početi, no, ne samo doma sedeti. Kje misliš, da kaj bi lahko počela nekaj? Kaj pa vem, ne vem, zdaj konkretno, ja, ne, pač neke vrste, pač malo več področji, ne vem, nisem čist še zdaj točno kaj, ker zdaj res se precej ukvarjam s tem plavanjem. Nekaj, malo več od tega, od plavanja, no, samo ja. Kdaj si imela pa ti najboljši občutek že na štartu ali pred štartom, pa na štartu, pa po tisti tekmi, da si rekla, to pa je ta tekma bila, ko sem že čutila, da bo to. Ja, to že v tistem call-roomu, pa na razplavanju, že tako malo. Pa drugače pa tako, tik pred štartom, pa potem v vodi, ko plavaš. A imaš kako tekmo v spominu, ko si se počutila top in, da bi rekel, da si bila, vedela si, to je moj dan? Ja, pa še s temi vsemi rezultati, ki sem jih dosegla, seveda sem se počutila dobro, ne. A imaš kako specifično tekmo, kraj, kje si plavala, bazen, spomin na to tekmo, da je bila najboljša? Ja, to je evropsko prvenstvo, kjer sem dobila medaljo, ne. Takrat sem že prej, 2 meseca prej sem že šla na te svetovne pokale, pa sem vedno bolj izboljševala ta svoj rezultat na 200 kravl, pa sem vedno več samozavesti dobivala, pa sem pač tudi na vseh 3 svetovnih pokalih sem bila druga, pač svetovni pokal vseeno, vsakič me je prehitela samo tista ena ista Avstralka, ne. Pa sem pač, je bilo evropsko prvenstvo, pa sem tudi šla s tem, vedela sem, kakšni so rezultati, vedela sem, da lahko še boljše plavam. Takrat sem tudi v bistvu rekla, takrat sem vedela, koliko bom plavala, pa sem tudi ta rezultat odplavala, ne. Tako da. Včasih je dobro, ne?
da če želiš preklicati tiste občutke, ki si, ne, vse to verjetno veta, ne, recimo ti si imela neko tekmo, kjer si se top počutila, probaš se z mislimi postaviti v tisti čas, na tisto mesto, tisti dogodek, pa probati v telo preklicati tiste občutke, pa jih nekje zasidrati, ker v bistvu, kak se lahko, ti lahko spremeniš razpoloženje v sekundi, če hočeš, samo malo imaš fiziologijo telesa spremeniti, mimiko obraza, ne, pa na kaj misliš, ne, in zdaj, če ti pomisliš na ono medaljo tam, ne, kak si bila, ne, se ti takoj spremeni tvoj izgled na obrazu, ne, ker zdaj, ko te gledam, že vidim, ne, da ti, veš, gre na smeh, ne, in zdaj, če imaš to sliko not v glavi, se boš drugače počutila, sigurno, ne, zato, ker pri vseh športih reče, ne, občutek je zgubil, pa pri skakalcih, ne, veš, kak se tam hitro poruši. Eno sezono je top shit, ne, s drugo sezono, dobro, da, če je material kriva, pa kaj, ampak, ne, vidiš te skakalce, ki včasih to počnejo, ali pa, ne vem, nekaj stiska, to je v bistvu sidro, ne, kinestetično, ne, si probaš ti postaviti neko tako stanje vrhunskega razpoloženja, pa potem z nečim zasidrati, ne, a je to udarec, to, ti se točeš tudi. Ja. Tako malo. Da se malo segreješ, ne. Ja, dobro. Metka, jaz imam vedno neko tako vprašanje na koncu, tebe tega ne vprašal. Pa verjamem, da se to ne bo še dolgo zgodilo, ampak vseeno, ne, če bi vedela, da so zadnja minuta tvojega življenja, kakšno sporočilo bi dala svojim otrokom, da bi se zdaj zavedno zapomnili, ne samo oni, še vsi. Kaj bi jim rekel? Moram reči, da nisem pač razmišljala o tem. Ja, se vem, da noben ne razmišlja, ne, je to tako šokantno vprašanje. Včasih, da bi imel za en stavek. Pač če razmišljam iz svojega, pač iz sebe, pač, da dam svojim otrokom, bi rekla, da pač zapomnite si, kak smo živeli, pač kaj imate v sebi, verjamite v sebe, ker tega vam noben ne more vzeti, no. Če verjameš v sebe, lahko imaš vse. In pač tudi za vse ostale to velja, zato ker jaz resnično verjamem, da so naši možgani res tisti eni in edini, ki lahko naredijo čuda in samo v sebe moramo verjeti in si zaupati in imeti neko vizijo samega sebe, da smo najboljša verzija in da to, kar počnete, je najboljše in je to, ne vem. Super, lepo. Kaj bi pa ti rekla mladim športnikom, nadebudnim, ki bi radi šli po tvojih poteh, ali plavalcem, ali pa tudi drugim, ki se ne ukvarjajo s športom? Ja, mlajši generaciji. Da si je treba zastaviti neke cilje, pa vztrajati, dokler jih ne dosežemo, ne. To je najbolj pomembno, da tudi ko ni neke luči, pa si v temi, pa se zaletavaš neki zid, da treba je verjeti, pa vztrajati, da mora biti boljše, če delaš, ne. Tako da, to. Ja, super, najlepša hvala, se vama zahvaljujem, ne, za ta pogovor, sem se prav dobro počutil. Drage moje, torej, in dragi moji, imejte cilje, želje, vztrajajte, bodite disciplinirani, verjemite v sebe in vse je mogoče. Vidimo se v naslednji epizodi Smart Talksa.